Pri gamblingu in sports bettingu je to prepričanje naše, jaz nekaj vem, kar drugi ne vejo. To je ful velikokrat pri teh naših gamblerjih. Sej jaz gledam jaz markete poznam ali pa jaz poznam sports ekipe, jaz ful spremljam mnogo. Jaz vem, kdo bo zmagal. Right? In ko ne zmagam, je pač vreme krivo, pa je vse ostalo krivo, right? Ampak jaz še vedno vem. Realni svet je zdaj postal ta rudnik, kamor grem po content, da ga peljem v realni svet, ki je pa zdaj digitalni. Zdaj kaž, da je to, da je svet stran od zaslona v bistvu postal content farm za vsebino. Digitalni svet je pa zdaj realni svet, kamor jaz prinesem zdaj to vsebino, ki zelo na farma v realnem svetu. Naenkrat se ti primerjaš s celim svetom, ne primerjaš se več s svojim dejanskim bližnjim socialnim okoljem, kar je včasih bilo, right? Pač tvojih 30 folka okrog tebe. Karkoli ti delaš, bo nekdo tam zunaj delal 500krat boljše od tebe. Preden pa se ta epizoda začne, pa bi vas radi povabili, da se naročite na naš YouTube kanal. Za vse tiste, ki ste to že storili, najlepša hvala. Zaradi tebe ta projekt še živi. Za kaj več, pa obišči tudi našo spletno stran. Zdaj pa se vidimo v epizodi. Ajde. Torej, moja osebna zgodba te kariere je čisto taka, da sem pač bil, itak sem delal neke video vsebine, delal sem live streamal delal sem posnetke za gaming na YouTubeu. Delal sem oddajo, že takrat je bila ena druga, sicer mladinska oddaja, bolj za neke druge vsebine, neki izzivi mladih. In jaz sem študiral socialno pedagogiko, tako da itak je že to malo, nekaj delamo z ljudmi, pa z mladimi. In potem sem šel pač na logout tako vprašati, ko pa vi kaj delate tu, jaz imam zdaj full cajta, takrat sem magisterij pustil, glihe in kognitivno znanost. In potem sem bil tako, gremo pač malo raziskati, kaj se dogaja v svetu. Sem prišel na logout in so oni bili tako, a bi pač, glih je nekdo tam pustil job, glih je en show in so pač iskali nekoga, ki je tudi imel podlage iz gaminga. A veš, da poznaš igre, da poznaš ta svet, da si digitalno, da si prisoten v nekem virtualnih skupnostih pa to. In so mi pač job ponudili in jaz sem bil like, Tako nismo neke... 7 let nazaj. Nismo neke romantične zgodbe, da si bil totalno odvisen od gamanja in si bil tak, jaz bi sebe rešil. Mislim, če želiš to zgodbo, ti lahko to zgodbo prodam. Lahko ti jo povem. Sam je par let nazaj, moraš iti pola, veš. Bilo je pač obdobje moje, to, ko sem jaz ful igral, je bilo tam 2014-13. Ko je bilo pač ful težko obdobje v mojem lifeu. Pač oče me je umrl takrat, faks mi ni šel, jaz sem matematiko preštudiral tu v Mariboru. Tako da je en kup stvari, je prišel na kupu in je bilo ful bedno in poli gaming pač toliko dober v tem, da veš, tako te zapre eno komoro, pa malo pozabiš na te zadeve, no. Odstranite od real life. Ful te odstrani, ja. Ful dobra distrakcija je. Ja. In takrat sem tudi največ v bistvu snemal, ne. Jaz sem vsaj to, da sem pol to dajal v to aktivnost, da sem ustvarjal nekaj s tem, da ni bilo samo konzumiranje, ampak da je bilo tudi iz tega neko ustvarjanje nekih vsebin, pa neke vrednosti tudi zase, ne, ki je pol kasneje se v bistvu izkazal ful vrejo, ker sem zaradi tega oddajal dobo, pa zaradi tega posredno neki priložnosti tudi karierne za ših, tudi posredno za logout, ne. Tako da... Ja, kot distrakcija praviš. Ampak meni se zdi tudi malo kot aktivnost. Recimo, če vzamemo fuzbal, tenis kot aktivnost, sem dostikrat imel jaz debato z svojimi starši doma, ker se tudi gameal med korono napune, ne, pa sem bil drugače tudi športnik. Pa sem videl nekaj primerjave, ne, in ne sem nikoli ali si nisem priznal, ali pa se mi je zdelo, da dejansko ni tako slabo, pač jaz se družim tu gameamo s fanti, isto kot bi šel na igrišče, ne, samo pač dela moje oči pa možgane, ne, bolj. Pač potreba, ki si jo zadovoljal, je bila ista, ne. Ja. Tekmovalnost, potrditev, akcija, nepričakovanost. Pa vse igrice so narejene tako, to nagrajujejo, ne, te tekmovalnost, dobiš še neki LOL sem igral, ne, full. In tam pač še ta klajmanja in to je addiction, brutalen. Ja. In niti ne je bilo tako fun več, ne, na koncu, ko smo to toliko igrali. Ko sem začel sam igrati, ne vem, zakaj sem začel sam igrati, sem igral največ sam, ne. Ful se mi zdi, veš, pri gamingu ful lahko opazimo tako 3 stopnje tega, kak igraš. Je, ko začneš igrati, je začetku ta stopnja, ker ti bo igra res dala high. Ker boš tudi ko boš zgubil LOL, boš tako, kera the best runda, igral sem Blitzcrank, the best, full funny, en hook mi je ratal, ne? Pa si najbolj happy. A veš, in bo tudi flamanje, imun boš na flamanje, imun boš na neke, tako the best bo, tudi če zgubiš.
Pa čez čas se kaj zgodi, ko se malo navajamo to, pa časovno malo več, ko si slabe volje, ti bo igra normalizirala feeling. Ko boš slabe volje, boš šel malo igrat, grem malo igrat, 2-3 igre odigraš, sem ok volje, pa grem naprej v dan. Ko pa ful tega igranja, pa se zgodi to, da niti več ne more normalizirati tvojega počutja. Ne? To pomeni, da jaz lahko igram 5-6 rund lola in mi je pač še bolj, ko končam igrati, mi bo še bolj bedno. Haja ne bom več dosegel, tega, oh my god, vsaka izguba mi bo šla ful na živce, igral bom tako dolgo, dokler ne zmagam vedno, ne? Moramo na zmagi končati in pa le ura 4, pa še vedno nismo zmagali, ne? Zjutraj. Tako da jaz mislim, da tu lahko ful ocenimo pri sebi, kdaj je to igranje, ne, ta mal, veš, tudi znotraj ene seanse to opazimo. Eno rundo grem lola in je zabavna, druga runda je zabavna, tretja runda, ok, zdaj pa lahko še kaj drugega narediti, ampak se mi ne da. Grem še eno. A veš, in ni v bistvu sploh vmeži neke second screenaš tam, neke druge, neke gledaš na fonu, neki YouTube video že dam, sploh ne vem, kako govorimo na Discordu že en z drugim. A veš to, ne, v bistvu nisem več v igri. Napake delam bedne, ker pač nisem v igri, no, sploh ne, pač nekaj klikam, ne. Ampak to v srednji šoli, to, kar razlagaš, ne, da jo je zdaj lahko šel nekaj drugega delati, meni je bilo ful vseeno, če moram kaj nekaj drugega delati, ne. In samo pareš not, in te se je nekako naredil neki ekosistem, naši friend grupi, kdo je najjači, kdo je malo slabši, kdo je meme player, ne, in tako smo imeli neki community, ne, in sem se tudi počutil, da nekam spadam takrat, in mi je bilo ful lepo, saj ne pravim, da nisem nikjer drugje imel frendov, nekaj sem drugega delal, ne, in ni mi to bil neki Far Cry, da moram za tu nujno frende najdeti, ne. Ampak mi je bilo tako, sem se počutil prav dobro, prav malo lepe spomine na ta gaming. In mogoče zato, ker nisem imel uvida, da mogoče bi lahko touch some grass, ne. Ne, jaz mislim, da je to čist fair point, da pač damo kredit gamingu, da ima tudi ful pozitivne neke, veš, momente, pa efekte, pa neke trenutke, ki se jih ful spominjaš rad, nekega bondinga, pa verjetno ful prije tudi do tega, še posebej se mi zdi, ker včasih imamo težave deliti stvari, ampak ko gamam je ena taka seansa, kjer se mi zdi, da ful, naprimer FIFA, jaz se ful spomnim, ko smo FIFA igrali, a veš to, da sem jaz z enim kolegom FIFA igral, pa oba gledamo v zaslon, pa ne gledamo mogoče en drugega, pa malo že pol v to hipnozo padeš čez 2-3 igre, pa se ful odprevani pogovori, kak si, kaj se ti pa dogaja, kak je pa to zveze, whatever, ne vem, neki osebni pogovori. To zdaj, kaj se povedal, ja. Prav film, mislim, veš, se spomnim momentov. Ja, da v bistvu to veš, ko delam neko avtomatsko aktivnost zraven z nekom, da to odpre to možnost za neko tudi deljenje, ne. Imajo to ne bom jaz tu argumentiral, da ni možnosti tega. Moramo pač valjda, to je pa za ta logout del, biti previdni, ne. Posebej, kad začnemo sami igrati. Sam si omenil prej, ne, da si opazil pol, da začnem sami igrati. Ker ko sami igram, pa ne morem imeti zdaj neke deljenje izkušenj, pa a veš, tudi ko se ti zgodi nekaj cool pol v igri, ko landaš svoj blitzcrank hook, flash hookneš, ne, čez steno, whatever. Pa zdaj nimaš svoj igralca zdraven, je tudi to izgubljena, malo, niješ s kom za deliti. Ok, lahko zdaj posnetek downloadaš, pa kažeš nekomu, pa skoro, oh my god, ampak ni isto, ne, ko lahko to deliš z nekom. Tako da je to absolutno nekaj aktivnost, ki je lahko ful družabna, ki lahko ima ful lepih momentov. Previdni samo moramo biti, kot sem prej naštel, te mogoče 3 faze, kdaj začne to biti način, kak jaz uravnavam svoja čustva. Kdaj neham imeti te high momente, pa zabavo, pa to, pa kdaj začnem to sam uporabljati zase malo kot sam distrakcija, da ne rabim delati, kaj mogo delati. Ne. Kakšni so, delate posamezno, ne, z ljudmi, ki imajo težave, so zasvojeni. Kakšni so to primeri? Kak je nekdo, ne vem, se mi zdi, že dolgo časa se nisem s tem ukvarjal, nisem nikjer videl nikogar, tako bi bil tako, jaz sem pa odvisen od gamera, jaz sem odvisen od trave, nikotina, bolj je to, te teme so zdaj bolj aktualne, se meni zdi, no, ali kak ti misliš, na mojem algoritmi Instagramu je... Torej, ko vidiš na algoritmu, ne, to zdaj določa moj pogled na svet. To je zdaj mimo, ja. Tega ni, ne, tega ni, če jaz ne vim tega na svojem. Ampak ne, jaz nimam pojma, ne, to hočem povedati. Si ne predstavljam, kakšni so ti ljudje, če mi to mogoče malo povedal, kako pridejo s temi težavami. So odprti, so zaprti, bolj glede tega, so tako, jaz nujno rabim pomoč, ali imajo vid, ali nimajo. Ful je bolj, gameri so ful bolj pripravljeni govoriti o teh zadevah. A veš, gameri, če boš gamera vprašal, kaj pa igraš, kako pa to zgleda, se bo ful razgovorili. V primerjavi z folkom, naprimer, družbena omrežja, ali pa ko preč neke reelse ali pa YouTube gleda, bojo ponavadi bolj, še posebej, če komunicirajo s folkom prek neta, bojo bolj zadržani do tega, ker to so pa moje osebne stvari, to pa ne bi rad delil. Gameri ponavadi so takoj,
ok, Redstone delam to v Minecraftu, veš, takoj bojo zelo ponosno povedali za svoje dosežke pa zadeve, ki jih delajo v igri. Tako da se ful hitro glede tega odprejo. Stvar je v tem, da prvič mogoče, naprej, ko prijejo k nam, je tudi mogoče prvič eno okolje, kjer jih nekdo čisto odkrito vpraša, kaj pa igraš. Ful so vajeni, naprimer mladi, ne, da pač starši so zelo, pač tam 6 ur je na kompu, ne vemo, kaj dela. Ne? Nekaj tam igra, neki Brawl Stars, ne vem, ne, Minecraft, ne vem, a veš, neki. In jim je pol pač čisto noro, da je nekdo tam, ki je tako, ok, ko pa da mi razloži to, ali pa, Minecraft igraš, ok, igraš sam, ali imate server, a veš, to, da rečeš, a imate server, je njim tako, ok, wow, ne, nekdo poznam ali to. In se v bistvu ful odprejo, no, glede gaminga specifično. So pa zdaj, veš, trend zadnje cajte je pač to, da ta tradicionalni gaming ful upada. Ni več to tega, imam komp, imam neko svojo gaming postajo, sedim tam pa igram, ampak je to postalo ta telefonsko igranje. Ne. Na fonu imam free-to-play igre, mikrotransakcije, ne, tudi tema. In te igre, ki niso, ne vem, več tudi ta upad je teh, ful redko kdaj ima za igralce, da prije pa nekdo reče, da neki igro z zgodbo igra, neki story game, single player. Večinoma so zdaj to te neke vedno online, vedno updatanje, neke multiplayer igre, ne? Brawl Stars, pa Kaj je že ta... Roblox, valjda. Clash Clash of Clans, Royale. Clash Royale, pa... Ja, samo kakšne skini tu. So ful... Nikoli, pri LoLu znam, ko so bili skini insane. Se mi zdi, da je bilo, da si se kupil skin, se počuti zelo dobro, da boš igral tega lika, ne? Kako je pa pri teh mobile igricah je na isti način? To se započutim kot boomer, pač, kar razlaga, resno. Veš, kaj je bil moj moment, ko sem se jaz počutil full boomer? Zdaj, to grem malo na mi obežnico. Ko sem prvič videl svetovno prvenstvo v, mislim, da je bilo Brawl Stars. In je tako, veš, LoL poznamo, si gledal, kak je LoL tako. Ja. Ne, kompi tam, ja, še zdaj na LAC spremamo. In pač jaz gledam tisto in je pač oder in prijejo 3 na oder in stojijo na odru in potegnejo ven telefon. In pač igrajo na telefonu, right? In sem čutil pri sebi ta, tak je ta feeling. A veš, tega malo judgmenta, tega malo obsojena, nekega, to je pa zdaj res malo čudno, ne. Tako da te novejše igre so pač začele ful vstopati v ta market mladih, ki pa pač imajo telefone, ne? Pač bolj je to dostopno, telefon ima že vsak, ne rabiš zdaj za 2 urja kupiti si gaming PC-ja, kupiš si telefon načeloma ima nek majhen. Igre narediš brezplačne, zato da jih mladi downloadajo, da ni te vstopne točke spet, da rabiš 6 € za nakup, ne? Pol pa vzameš pač to, kar je League of Legends začel, ne, ta trend nekih kozmetičnih dodatkov, pa to daš na max, ne, pa daš to not, se je pol League of Legends tudi začel te uvajati, ne, pa avatarje, pa borderji, pa TFT smo dali not in pa imaš not, ne vem, čibije, pa ne vem, whatever, ne vem. Pa te so začeli tudi z tistim lootom, Mystery Box variante, to je tudi ena tema, ne, Mystery Box, ko zdaj ne vem, kaj mu dobo, ne vem, kad ti dajo tudi free stvari, ne? Ker na začetku ne bilo. Malo seveda te hočejo malo, da dobiš. Tudi to, ne, da so začeli z temi LoL-ma ta za Exalted Skins, ali kaj je, ko moraš 200-krat rerollati, ne, ali kolikrat, ne, 200 €, full cash moraš zapraviti, da imaš garantiran ta neki mega skin, ja. Mega redek skin, ne. Battle Passi, ne? Battle Passi. Ful so začeli, ful se vidi ta, a veš, tudi pri naših svetovancih, ne. A veš, ko je logovce odprt 2011, to so bili pač gameri, ki so igrali World of Warcraft. To je bilo tako, nekje imam v sobi en komp, jaz tam igram, jaz imam skupnost online, veš, drugačen oblika gamerja je bila to. Zdaj so pa ti gameri pač tako, ne vem, pač igram ta Brawl Stars na busu, pa na WC-ju, pa med poukom, pa na semaforju, te enominutne hitre igre, PaySafe kartice kupujem, no dobro, se takrat so pač naročile za Warcraft kupujem, koliko je bila 14 € na mesec. Zdaj pa pač PaySafe kartica, ne. Ampak so pa pač postale igre ful dobre v tem, da maksimalizirajo, kak dobiti iz ljudi, tem več časa pa casha, ne. To so postale ful dobre. Roblox tudi, ne, Roblox, ne, če smo že rekli, nismo rekli. Ste igrali Roblox? Jasno, ja.
Res? Ja, sam Dansko. A si proval ali tako za... Pa to smo tako bolj za družbo, to smo bili še osnovna šola. Aha, je že bil ta cajt, torej, okej. Ampak tako, da si se dobil na videoklice, pa se pogovarjal, pa je igral. Samo jaz sem imel take kolege, ko so recimo ful dosti igrali, jaz pa ful malo. In so oni mene v to vpeljavali in so mi pokazali Roblox, pokazali so mi te, kaj je pol prišel Fortnite, CSGO, pa Minecraft, to vse so me provali vpeljati, jaz igram mesec dni, nisem več, pač kar naenkrat, ni me prijelo, kar naenkrat sem vun padel. Mene je pa glih takrat. To je bilo glih mene prej zanimivo, on govoril, da nema bilo, da začel že sam igrati, pa to ne. Jaz pa sem to samo izkoristil za kako druženo, pa to malo drugačen način. Naenkrat pa samo odklopim, ni mi več bilo. Ja, vem, to je tok, zanimivo, ne? Ja, ker imamo tudi več različne osebnosti so tu, tudi imamo enim je bolj ta aspekt tega, ne vem, akcija nam je mogoče všeč, mogoče nam je aspekt drug. Veš, ful igralcev, naprej socialnih igralcev, ki jim je vseeno, kaj igrajo, dokaj tako igram s prijatelji. Veš, to si verjetno ti tudi bil. Ni se šlo ti v bistvu za game, šlo se ti je res za druženje. In pol, ko je ta aspekt mal zamrl, ti ni igra zdaj mogla, ni carryala tega dosti, da bi tebe potegnalo. Pa kaj sem opazil še tako, ker jaz nisem toliko časa vložil v to, oni pa so recimo te gikali, eno to, ne? Pa so postali ful dobri. In jaz pol, ne vem, enkrat na teden sem se z njimi dobil, pa sem to igral, oni naenkrat čez en teden dosti boljši od mene, ne? Kaj, jaz neki zobčenec, to mislim. Ja, to sem prej razlagal tudi, ne? Ko sem imel feeling, kaj jaz pa nekam spanje, sem dober tegici, med nami, jaz ravno lahko se vsedem za njihovo mizo, ne? Sem te prej mislil vprašati, če si bil med boljšimi v tvoji igri. Če boš njih vprašal, ne, če mene vprašaš gladko. Kaj si pa igral, kaj pa je bil tvoj... Eddie Carey, Vayneman. Ja, ni support, ni zelo Eddie Carey, ja. In to je tudi, veš, to, kar si zdaj omenil, se mi zdi ful dobra ta tudi, kak igre tudi pritegnejo, ta prilagojena težavnost, ne? Torej, naprimer, a igrata šah, mogoče kdo na forum? Sem bil na chess.com, sem imel 800 rating. No, ja, ne? Ampak šah se mi zdi, da ima ful jasno to, tem boljši si, takoj boš dobil boljše nasprotnike, tem slabši si dobiš slabše, ne? In ima vse igre malo danes to prilagojeno težavnost. In je tudi to, ne? Ker če imaš prilagojeno težavnost, pol jaz vedno zmagam 50-50 iger v lolu. Nikoli nisi imel tvoj win rate, nikoli ni bil 70-30 ali pa lose rate. Vedno ne je igra poskrbela, da ti zmagaš 50-50. Če si imaš 60% win rate, si bil že... Je že nekaj narobe, right? Ja, pa tudi nekaj ni, pač pol te bo pač ringiralo tako visoko, da boš na eni točki spet prišel v zid, ne? In to te drži not, ne, po moje. Tudi ta 50-50, ja, točno to. Te pa še damo gambling v neke mystery boxe in karkoli, te pa smo tam, ne? Ali si to misli povedati? Ja, ne, mislim, to kot, veš, če naštevamo malo mehanike, kaj nas pritegne k igranju, pa kaj so mogoče eni, da nisem to, da jaz rad igram, ali pa da mi je všeč vsebina igre, ampak da so igre narejene na način, da ne igrifikacija, da pritegnejo k igranju. In če bi ti, na primer, če bi ti, mogoče, veš, pol si zgubljal ful, pa verjetno si bil ti taki, ja, okej, si pač zdraven zdaj mal, pa te sprejmemo, pa to nisi pa zdaj dominiral tam, ne? Pomenil dobro zgodbo s CSGO-a, ne? Okay, ker sem posodil, ne vem, čez poletje, sem nekomu pač posodil, da je igral na moje accounti, ne? Prijem jaz tak si vklopim nazaj, malo bi zdaj CSGO igral, grem igrat, pa sem bil neki ful visoki rank, ne? Jaz grem notri, igram tak, ne vem, 2 rundi, oni me vsi, veš, kot so te lahko prijavili ali banali, so te lahko kikali. Ja, če bi votali so, da te rajši zamenjajo z nekim botom, ko pa ne. In vedno tak 3 igre sem takrat šel, vsakič sem bil banan oziroma kikan, ne. Bil tak Kjeraj zopčal? Nikoli več ne igram do te igrice, sem preslav za to. Ne, in pol, ne vem koliko rangov dol padel, zaradi tega sem onemo, ki je igral, sem ga soravo dol, ne. Tak da... To mi zdaj imagine, ko si v osnovni šoli, pa vsi skoraj gejmajo tvojih sošolcev, vsi tvoji prijatelji in ti en teden pač ne gejmaš, oni vsi gejmajo in ti priješ nazaj in te šopajo pač tam, oni pa proti katerim igrate, ne, se počutiš malo bad. To je bilo še full Fortnite, teko Fortnite, pa so res si naenkrat igrali, ne. Tisto pa je bil res boom. Ja, Fortnite je imel drugače takrat, ne, to je pač nora statistika meni, ko je OG sezona nazaj prišla, 2-3 leta nazaj, so imeli kao to isto sezono, ko je bila 2016. Tako da se je začelo se. Ja, in so imeli 44 milijonov, mislim, da je bilo istočasnih igralcev, je bil pik. Pač veš, v enem momentu, to je pač 44 milijonov folka igra isto stvar na zemlji, to je pač bizarna statistika, ne. Ti si povedal na statistiko, se mi zdi, sem slišal, da 2,5 milijarde ljudi
igra igrice ali Po mojem game? zdaj že to več. To si gledal na one posnetke stare? Ja, nekaj sem gledal. A veš, kaj To to je se mi ena zdi? tretjina, malo manj, ne vem. Ja, ampak sej, Ljudi. če pogledaš okrog, a veš, fulokrat folk reče, da ne igra videoigre in poliko vprašaš, ok, a povezujete one črke? A veš, ja, igra, ne? A igrate šah na telefonu? Ja, videoigra. Duolingo. Duolingo ima vse, a veš, aspekte videoigre. Kaj pa recimo tudi gambling videoigre. To je tudi videoigra ali je to že gambling, kazino, online kazino? V bistvu dobro vprašanje. Na kateri točki videoigra preraz? Kje je veš tista, ja, spekter od videoigre do v bistvu igralnega avtomata, ne? Ja, tam nekje so polomesi, ja, zdaj pa vedno bolj grejo, ne, do nekih, naprimer, gacha igre ali pa neke igre, ki so pay to win, kjer moram jaz, ne vem, neke pakete odpirati, lootboxe, kakorkoli, zato da imam boljšo ekipo. Ja, tisto je že bolj pol na tem spektru, ne, če damo na spekter. Pa imate feeling pri vas na logoutu, da imajo ljudje težavo samo, da preveč gejmajo, ali da mogoče postajajo bolj gamblerski zaradi gejmanja? Veš kaj mislim, da so tako, zdaj pa sem ta mystery box, kaj pa če prav malo ta online kazino? Drugače je bila neka študija longitudinalna narejena za prekomerno igranje videoiger, je močna predispozicija za kasnejšo, torej problematično, če si v preteklosti problematično igral videoigre, je večja verjetnost, da boš kasneje problematično gamblal. Obratno ni. Torej, če prej gamblaš, ni te v igre potegnalo, te bo pa igre lahko potegnejo v gambling. Tudi, naprimer, veš, ko smo Roblox omenili, ne, Roblox je začel ful implementirati nekih mehanik za gambling. Je bil, ta njihov CEO je bil na nekem podcastu, mislim, decembra lani, nekje tam, whatever. In ga tako provokatorno ga on vpraša, ta podcaster, ampak zdaj te obsodbe, da boste pač dali vedno več gambling mehanik v igre, sej pač verjetno pač to je, ne, boste to poskušali rešiti. Veš, tako dal mu je ta odgovor, da bo od konca dal. Ja, ko bo samo ga konfirmo, ne? Ja, da on samo da ta družbeno spremljiv odgovor, da bomo poskušali, bomo naredili bla, bla, bla. In njegov odgovor je bil, ne, mi pač hočemo te več teh mehanik implementirati, zato ker želimo otroke pač učiti o verjetnosti, ne? Čim prej. Samo dober tudi odgovor, ne, tako malo mu je dal lažji pot, on pa je se vzel težjo, pa je tudi dobro odigral, ne. Mislim, dal je argument, a je to dober argument, a veš, ful otroci tu ful težko, pa nasploh ljudje smo ful slabi v tej verjetnosti, ne. Zakaj pač Slovenija, koliko jih loto igra? Neki podatek, vem, sem enkrat bral na netu, da tako 55% Slovencev igra loto. A veš, koliko je vrednost zloto dobo? Realno več ne vzadev tega, right? Ampak še vedno imamo to. Ja, ampak se en more dobiti. Če ne prav. Ja. Če ne mi jaz plačal, bo več ne morem dobiti. Tako da ja, se dogaja to, da je vedno več tega vpeljevanja teh mehanik v videoigre, ne. Gambling je pač donosen je finančno, da to daješ not, ne. Nekako ne moreš tudi blameati teh igric, ne. Če je takšen trend, če vsi to delajo, če vsi so s tem uspešni, vsi tako dobijo revenue, ne, zakaj te ne bi mi tudi, ne. Če hočeš obdržati neki marketing, iz vidika podjetja, misliš to? Podjetja, ja. Neki CEO si ti, da imaš 500 zaposlenih, zdaj pa čim boljše moraš biti, ne, pač. Ja, mislim, želeli bi si, da živimo v svetu, kjer je tako neka, veš, moralna vseeno, če lahko to implementiramo ali pa ne rabimo tega, pa je pač dobiček malo manjši. Še vedno smo v plusu, ful, je pa dobiček manjši. Je pa pač to, da pač podjetje pol začnejo tako razmišljati, ja, da kapital vodi to, ne, da dajmo pol to not, ker tudi potem, ko so omejitve, ne, in to je tudi problem, da, ne vem, več države imajo, ne vem, da ima Belgija ful omejuje to lootboxi, pa te zadeve tam, kao nimajo lootboxov. Pa res nimajo. Ja, in to je pol fora. Pa greš gledati malo te zadeve in je tako vse veš malo, ne vem, da morajo imeti opozorila gor na primer igre, ne? In pol greš gledati, kje so ta opozorila, tako ne vem, v loading screenu, tam v kotu z belimi črkami na belem ozadju. A veš, ko je tako, vse smo naredili svoj del, veš, kao, vklukali smo, po drugi strani pa v bistvu nisi bil fair do kupca, ne? V bistvu si upravo si svojo, kao, uradno. Ker jaz ne vem predstavljati, kako bi sploh to lahko, ne vem, neko državo prepovedala. Prepovejo pa na ta način, da ti
ti še vedno lahko nakupuješ, samo nakupuješ konkreten predmet. Ne kupiš lootboxa, ne kupiš srečke, ampak kupiš direktno stvar. Sej Fortnite v bistvu ima, da kupiš ti skin direktno. Aha, lahko tudi takrat je še bil sam Battle Pass, takrat sem si lahko kupiš, Zdaj želel skinati. Sam vidiš, Battle Pass je tudi spet neka ta fora, ne. V bistvu jaz plačam, zato da imam možnost odklepanja kontenta, pač, a veš, ne. Ampak fora pa, tu pa to fora, da ti že vidiš, kaj lahko odkleneš, ne? Ja. Da ni tistega mystery boxa, vseeno, ne vem, kaj ni mystery boxa, je pa spet ta aspekt napredka, pa odklepanja, pa občutek, da nekaj delam. Da ti si naprej pogledaš, ugled, to ti skin bi jaz rad imel, da bom jaz si Battle Pass kupil, pa do tega levela moram priti, ne. Ti straš logično priješ do tega levela. Ker pri FIFA recimo, tam pa si lahko, ker vem, takrat pa je bilo, ko so bili tisti v Road to Show, pa to ti youtuberi. In so to te skine, odpirali, in te pa walkout, pa to vem, da sem takrat me to ful potegnil in sem htel jaz to tudi. To odpirati fano, ne, te pa kdaj dobiš mesja in to tako, te pa se oni še tako derejo, tako so nahajpani bili, tako te res potegne not, ne. So to je neki basic človekova narava. Zdaj, če jaz, ko sem bil mali, pa mi je nekdo, babica, rekla, danes je pa za kosilo neko presenečenje, ko je tebi všeč, ko bo verjetno tebi všeč. Jaz komaj čakam, da lahko Icokak zdaj ta pek klikne, niso, da prijem v jedilnico in tisto pojem, ne. Se mi zdi, da spet delajo nekako na te dopaminergične poti in samo šopajo, izkoriščajo. Ker ful nam dogaja nepričakovanost, radi imamo to. Ful imajo naši možgani radi, da ne vejo, kaj bodo dobili. Ful nam to dogaja. In pol pač valjda zapakiraš, CSGO peki, pa... Se tudi te videe gledaš, se nisem sam gaming, ne, kaj gledaš te unpackinge Pokemon kart pa tega, ne, in pač te videe, ko nekdo tam odpira in pol dobi shiny, in je reakcija in... To je že bilo pri Yu-Gi-Oh kartah, recimo, se mi zdi. Ja. Že way back so bili te fore z unpackanjem. Sam jaz mislim, veš kaj se mi zdi, da ni bila tak, malo smo začeli to kulturo tudi prek družbenih omrežij furat, ker je to ta event tega, a veš, ti zdaj vidiš, ti tudi če ne igraš Yu-Gi-Oh, ne izbiraš več, boš videl tam neke te unpacke, kjer oni dobi zdaj karto za 2 milijona, whatever, ne, za pretiravam, ne. Kjer ti kot najstnik, ko si to zbiral, pa nisi bil izpostavljen tem, zelo nisi vedel, kaj je tam zunaj, a veš, da neki peki obstajajo, pa neke redke, mogoče je nekdo dobil nekega, veš, da pa si na dnevni bazi lahko na neto izpostavljen temu, pa se samo Pokemon karte zbiraš, pa jih prodaš za 600 evrov vsako, pa, ne. In ker dobiš sam krem de la krem, te videe, ker pač nekaj dobi, ne dobiš tistih 1000 in 100 000 ur, ker folk na live streamu odpira, pa ni nič not, pa valjda imaš feeling, da je to bolj verjetno in da boš tudi ti dobil, ne. Kako se zdaj lotite enega, ko prije k van, pa ima resno težavo, recimo, zapostavlja šolo, zapostavlja prijatelje, družino, pa verjamem, da verjetno večinomakrat prije starš ali pa neki... Ja, nekdo drug mogoče pripelje. In kako ga nekako mu rečete, da pač on rabi pomoč? Po moje prva korak, da ti nisi okej, preveč. Ja, sam... A mi boš ti, če ti priješ k nam pod prisilo staršev in si tako, zavijaš z očmi, bedno ti je, in ti jaz rečem, ti nisi okej. To me zanima, kako boš za njemu pomagal, ko veš, da ima težavo, on pa mogoče ne ve, da ima. Kako zdaj ti priješ do tega? Skozi odnos. To pomeni, da moram jaz prvo navezati s to osebo odnos. To pomeni, da moram jaz prvo da ko jaz rečem, to me skrbi, mi moraš ti verjeti. Right? In če mi imela odnos, je več verjetno zašti tako, I guess moram tu nekaj spremeniti. To lahko ful traja. Jaz sem že imel primere, kjer je folk gameal po 10 ur na dan, in so prišli na logout in eno leto se nič ni spremenilo. Razen to, da je čez eno leto oseba bila tako, mogoče imam težavo. Ker kaj se je zgodilo? Ker je tekom enega leta je tudi mogoče na skupini dobil kakšne pozitivne vrstniške odnose, dobil je nek odnos, ker je malo sprejet, ker sem jaz ful delal z njim na teme, kaj se ti pa dogaja v šoli, to, kaj pa se ti na netu dogaja, zakaj pa se ti zdi, da veš, tako, sam connection, se to folk išče, na koncu. Se tudi ta gambling problem je velikokrat nastane iz tega, ker folk gambla skupaj. Hodimo stave, hodimo listke vplačevati. Gremo z kolegi po šoli, pa gremo vsi plačati. In je ta socialna mal tudi aspekt tega, jaz sem pa cool, jaz sem pa danes del 20 evrov, oni smo vsi popuščali.
veš, ta aspekt, ne. Iščemo ful odnose, iščemo ful potrditev in to pač daš in pol skozi to in čas. Še vedno je pa to na koncu dneva odločitev, veš, tam, če jaz te ne morem v nič prepričati. Jaz ne morem zareči 3 kroge okrog te zgradbe. Karkoli naredim, ti ne šel 3 kroge okrog te zgradbe laufa, če se to pač tebi zdi butasto zdaj, ne? Pa to je še kontraefekt pol, ne, če ti nekoga Če ga bi zdaj prisilil v to. prepričuješ, ne. On Ja, mora samo ugotoviti, da mogoče pa ni vredno, kaj. ja, zdaj govorimo za bolj tu že neke osebe, ki imajo neko možnost samoreakcije, mogoče malo starejši najstniki pa tak. Za otroke pa pač rabiš včasih, več ne bo zdaj otrok tako pri 12, ja, jaz pa mogoče ne bi 3 ure na mesec dal za FIFA karte. Ja, to sem prej ti povedal, ne, se mi zdi, takrat mi je vseeno, tako je vseeno, da ne morem povedati. Ja. Takrat pač rabiš od zunaj pol omejitev, veš, takrat pač mora tu biti starševska vloga, da to omeji pa nadzoruje, pa je s tabo v tem, ker nimaš osnovnih teh zmožnosti to sploh nadzorovati. Naprava je narejena, da te spravi v to, možgani se še razvijajo, nimaš še niti izkušenj svojih, da bi kak delati z nekimi temi zadevami. Tako da je to tudi odvisno valjda od starosti, pa samorefleksije, pa neke samosposobnosti posameznika, ko prije k nam. Ne. Torej, večinoma imate študente? Večinoma imamo mlade, študenti so druga najbolj pogosta demografika. Ker jaz, kaj sem opazil, recimo, študentov zdaj trenutno, ne, jaz sem starejši, zdaj sem že 3 leta študentov, pa se ljudje menjajo in tudi, kaj pridejo, kaj so mlajši, ful koga, kdaj tako redko vidiš. Prej si, ne vem, se je dosti več hodil ven na žurke, štuk je bil vedno poln, vedno razprodan. Zdaj pa včasih greš tukaj, pa gledaš, pa zakaj je tako prazno? Kje je folk? Kje so ljudi? Ker to ti, kaj so bili starejši, pa recimo, ne vem, moj cimer, ki ga imam zdaj, recimo menil 3 cimre bivše. Vsi 3 gamerji. Pa ga vprašal enega, zakaj zdaj, da hoji z mano fitness? Ne, nimam časa. Kako nimaš časa, če pa igraš igrice? Jaz nimam časa. Grem spat ob 10, se vzbudim vedno, veš, tako perfekcionistično, ne? En je tudi prišel šole, cel cel samo takoj na računalnik igral, nič jedel. Veš, to mi je bilo fascinantno in dansko je takih vedno več. Samo se mi zdi, da bi on mogoče isto povedal o tebi ali pa o meni, ne, mi da se naj v isto kategorijo, ker on ne gameva, ne. Ja. Ko bi on povedal pač, meni si ti čila, ti jaz štuko, jaz ti čilam, stari. Ja, no, ampak to glih nekako se spreminja, da postaja vedno več teh, ki igrajo igrice in da ne vem, mi smo se pač za njih zajebavali in smo rekli, štuk bo tako propadel, zdaj, če bodo vsi takšni začeli, ne bo nišče več ven hodil, samo se družijo še prek igranja igrice, recimo. Ja, tudi moramo gledati, tu moramo biti previdni, naprimer, ker po definiciji zasvojenosti, naprimer z videoigrami, če jaz to rutinsko delam, to ni nujno zasvojenost. Tudi če bi, naprimer, če jaz to delam, da vseeno spim dosti, pa hodim do 10 spat, kdaj je to, naprimer, pol problem je, ko imam težave z zaključevanjem, da si rečem do 10 šel spat in potem do 2 gameov. Problem, recimo, po moje, en se je odselil po enem letu, ko je živel z mojim kolegom, ne? Ker on mu je rekel, ob 10 v gosti, pa greš spat, mislim, motiš me, jaz ne morem spat, tam mi ružiš to mehansko tipkovnico, jaz ne morem spat, glej. Ja, to je, in je on razumljiva meja. Ja, in veš, kaj je naredil? Ob 10 je vedno zaprl računalnik, šel igrati igrice na telefon. No, vidiš to? Ja, vidiš, to pa je že pol, right? To pa je že pol, smo že v drugem kategoriji, right? To pa že neka, a veš, ker je isto pol kot, naprimer, kaki mladi naredijo, ko se jim doma omeji dostop. Ja, nič pa gre televizijo gledati, tako nič nismo zdaj rešili s tem, samo menjal si zaslon, ne. Videl sem, da imate en del prav za starše. Oni so vključeni v teh skupinskih programih? Ne, torej mi imamo skupine za mladostnike, ampak večinsko so naši programi individualni, ampak tudi, ko je mladostnik vključen, moramo seveda nekaj tudi starši delati, odvisno seveda od primera. Ampak ločeno? Različno. Mislim, bolj je to, da ponavadi je tako, da na začetku dorečeš neka osnovna pravila, torej, ob 10 imaš oddajo telefona, starši morajo to izvesti, in bomo zdaj z mladostnikom malo delal, kak s tem delati, ali pa kaki hobi najdeti, ali pa kak mal, a veš, ne, malo se za šolo pobrigati, ali kak dalje, pa čez, ne vem, en mesec se spet vidimo malo starši, ali pa se kličeš vmes malo tako, različno, no. Ampak je tu ena kooperiranje? Sodelovanje. Eno sodelovanje z več strani, no.
in z mladostniki. Pa ponavadi pridejo res obupane, ali pridejo tako, opažamo težavo, bi jo lahko rešili, ali tisto, zdaj pa zadnja stvar, ko jajo, da gremo k vam. Ali imate ljudi, ko prihajajo že takoj, ko vidijo, so tako, jaz bi pa... Ful bi si želeli, da prije več volka preventivno. To je ful redko, da nekdo prije tako, nekaj se razvija in bi radi prednje, kaj, to je ful redko. In to je več tudi najlažje delati s tem, ker je tako, vejo, pogledamo, dajte to, bla, bla. Mladi folk prije takrat, ko že požar. Ker veliko krat, kaj so še vse pri mladih, primeri je, do pubertete so še šla nekot pravila, šola ni bila mogoče težava, ker je otrok dosti sposoben, da ima ok ocene, brez da se mora učiti. Pol pa je pač frka naenkrat, ko pač prije večja težavnost in tak dalje. Tako da prijejo, kaki starši prijejo tudi ful obupani, tako ne vemo več. Eni tudi vidiš se, da so se to pripravljali tako zdaj, ne vem, 1 leto že gledam, da bom prišel in zdaj končno pač prijem, Kar pomeni, pa imajo tudi ful velika pričakovanja do mogoče tega srečanja, veš, pa tako, ne moramo zdaj čudeža narediti tu v enem srečanju, Tudi odvisno od tematike, Gambling, kar je tudi malo tema, se mi zdi danes, za nas, veš, so tudi ful bolj težke situacije lahko zadaj, ker je pač ta komponenta casha. Ker lahko prije nekdo k nam pri star 20 let, pa je tako, jaz sem 40 € dolžen nekomu že. In ne morem nehati. In to je tudi malo težko pri teh, veš, za gambling je velikokrat ta populacija mladih odraslih prije. Ponavadi zato, ker so že finančno imeli nek cash svoj, ni več tega nadzora od zunaj, in pol hitro to, naprimer, največkrat se to začne, če grem malo na gambling, ne vem, če to zdaj, če vam da se je začelo ravno v osnovni šoli z nekim, ali smo stave šli nabirati te, po pouku, imam slab dan, malo je bedno, s kolegi imam bedno, gremo en listek vplačati. Ali pa imam dober dan, dobil sem 5 neke, super, gremo proslaviti in gremo listek vplačati. Karkoli je, pač grem listek vplačati. Ali pa se začne z nekim v videoigrah, pač tam so neke CS, krejte, pa knife malo menjeval, pol sem malo, ne vem, v Robloxu, te Stila Brainrot, a si to kaj igral ti zdaj? Nisi teh novih? Ne. To je bilo dolgo nazaj. Kero buljan je ta igra tudi, ta Stila Brainrot. A ti poznaš to kaj? Ne, niti. Ampak imam pa feeling, da gre v neko smer trend Brainrota, ne? Ja, mislim, gambling, čisti gambling je. Torej Stila Brainrot, ki je bila ta full folka to igrala, zdaj že mislim, da malo pada. Kaj sploh je to? Ja, čist simple igra je. Mapo imam, mapo imam in imam svojo bazo na tej mapi in 8 drugih baz je in na sredini je taki trak. In po traku grejo brainroti. In to so te cappuccino, valerino, pa tralalelo, tralala, whatever. In vsak od njih ima neko ceno. In eni so full rare in so dragi, 3 milijone, eni so pa pač $25. In meni se cash, jaz lahko tega za 20, jaz imam $100, začnem, kupim 5 teh za $20 in jih dam v svojo bazo. Simple. In oni mi generirajo cash. Tem dražji so, tem več casha generirajo. Tem več jaz lahko kupim. Ta cookie clicker, ste igrali cookie clicker? Ne. Ampak poznata, ste slišali? Ne. To je oni browser game, ko pač klikaš in pol... Ja, in pol kupuješ dodatke in vedno več klikaš in pač tako pač v neskončnost se to sam scala. A veš, ta konstantno, nikoli ne končaš te igre. In pač fora je potem to, da pač jaz vedno dražje brainrote nabiram, vedno bolj redke nabiram. Zakaj sem pa ta bullying, nadlegovanje omenil? Jaz sem to špilal in je mehanika ena, zakaj se reče Stila Brainrot, ko ga jaz kupim, rabi ta brainrot, ta stvor priti do moje baze in vmes ga lahko nekdo ukrade. To so nekje sem čakal. Ja, kje je to? In pač jaz sem zdaj začetni igralec, jaz nimam nekih power-upov, ker pa imaš neki hitrejšo hojo, večji jump, neka orožje, palcov, whatever. In pač jaz samo oni so ti kradli cash, basically, ne? Ja, in jaz kupim nekaj ti krade. In hočem varovati moj brainrot, da prije do moje baze. In prije en in me pač s palco in mi ga ukrade in me s palco tepe, vedno, ko jaz provam ga nazaj vzeti. Veš, prav, oni
Pač jaz sem bil tako, jaz sem buljan zdaj tu, pač to je čisti bullying. Tu še gre na čustvo, pa če sem jezen, ker mi je Jezen ukradel. sem, razočaran, krivica se mi je zgodila. Moram še enkrat kupiti, da moram reči, da bi nore nazaj. v igri, ne. In zdaj, Ja, popravi kak se jaz zdaj izenačim z njim? Ja, kupiti. Jaz bom mogel, ne bom zdaj popravi, mislim, po tej lahko zdaj grindam to 3 mesece, ampak lahko pa pač plačam not, sej samo 3 evre. Right? Mhm. Pa sem jaz tudi hiter naenkrat, pa sem jaz tudi, ne? In zdaj pa jaz lahko druge buljam, tako so oni mene buljali, ne? Jaz lahko za nove igralce. In imaš cikl in je pač Vse so business neki model. osnovni principi lajpa, se mi zdi. Če se meni zgodi krivica, jaz se zapravo s tebe bom Zdaj pa jaz pokazal. vse naredil, ja. Ja, in Ja. In mi ni naenkrat mi Oni teh pa dobijo 10 cash. evrov, se mi zdi Ja. tako, vse bom naredil, zato da vrnem ti, ne. Mhm. In težko je potem priti, po mojem, tudi do vida, kaj je nekaj narobe, ker ti se moraš ukvarjati s svojimi čustvami, kako si ti jezen, kako tebi se zgodi krivica, kako so prvo ti vkradli nekaj, ne? Ja. In se s tem prvo ukvarjaš, Ja, ne pa da sploh ne- ti ja. si spalo 200 Ja, evrov. Ja. Pa isto je pri online kazinoju, se mi zdi. To, ko poznam kolege, ko klikajo, se mi zdi, da prav tolikokrat je en slot že nekaj pokradel, da so tak, zdaj pa da mi enkrat mogo nekaj Ja, dati. da iz jeze pol kao, Ja. zdaj pa jaz moram to, čeprav je verjetnost ista vedno. Ne? Ja. In kar jaz opažam tudi, ful je v redu, kadar imajo, naprimer, te gambling izkušnje, ali je to v videoigri, ali je to stave, ali grejo na neki igralni avtomat, kar njim ne bi smelo biti dostopno, ker niso 18, ne, kazino je pa to, da full casha hitro zgubijo, pol vsi nehajo. Tako si ti imajo izkušnjo, da si skozi zgubil na začetku in si bil tako, v bistvu kar nekaj, brez veze. Je v bistvu bil mal sreča. A veš, ker če bi mogoče ti zmagal tam, mogoče danes ne bi drugačna Ja. bila ta tvoja zgodba. Bi ga Ne? povlekel. Bi bil tako, v bistvu jaz pač bolj v tem flow igre. In najbolj nevarno je to, da hitro dobijo velik zaslužek, right? Da si tam, ne vem, že pri 15 ali whatever si neko stavo vplačal, pa si dobo, pa to ne rabi biti veliko, čakaj 40 evrov, ampak ko si pač ti 16, je to pač full cash. Dosti, ja. Ja. Lahko je 200 evrov tudi. Mhm. In pol se možgani ful hitro naučijo to, ne, koliko je 200 evrov v bistvu nič. Se to, pač to se takoj dobim. Točno, ja. In tudi pri tom online gamblanju, ko opažam okrog mene, da na začetku si dobil 100 evrov, moram vzeti dol, ne, to kako cash, do 80 evrov. Zdaj pa 300 že malo brez veze dol vzeti, ne. Tak, Ja. so napredovali, Ja, ne. ja, ja. 300, to je, daš malo, ne. Dokler ne je resno dosti, dokler ne dobijo resno dosti, kaj je 1 od milijon, ne bodo vzeli dol in itak vse spuščali, ne. Ja. In tako, na ta princip, ko si rekel, ne, da 200 evrov sploh ni tako dosti, na eni točki ugotoviš, ne. Mislim, Je, smisel, da si jih ampak- dobil. Ker Sam- si, Sam problem je, ker pol ne nehamo, right? Ker pol smo like, če sem 200 dobil, sploh že 200, ne že 200 vzel, pa bil za like, to je moja gaming karijera. Mislim, super, če to narediš, da je zaključena. Ampak folk možgani so pol tak, ampak. Pa ti služiš zraven novi denar, ki si ga recimo, ne vem, rečeš si, ne vem, toliko dam zdaj tu v igro na srečo. Pa vedno ti dobivaš novi pritok, še vedno backup. Ti pa oni denar notri držiš, se jaz predstavljam. In, Aha, da si ne izplačaš, ja, misliš, da si ne izplačaš in ti dodajaš, pa igraš, pa probaš, pa vse jaz še imam v ozadju, imam denar Ja, še, ja. ni panike, kaj se dogaja s svojim denarjem, gledaj, probavam srečo, Ja. jaz tako predstavljam, da še pol razmišljaš. Pač ful je zadaj to mišljenje, pol ta veš hitback, enega dne bom pa. Oni mim je, ko ona dva kopleta. Ja. Vemo vsi, ker je mim, Ja. ona dva To si fiks kopleta. videl. Ja, Ja. videl si sam. Tako je, ko se Dva en mali, tunela. ja, Aha, In te je pa so en se diamante obrne so- pred Ja, diamant. Ja, ne. Ki je po mojem ful škode naredil, ker pač veš, nekdo to vidi in je res Drž- taki, v bistvu vztraja, moraš vztraja. vztrajati. Ja, to je sam grind, pa zdaj boš ti, sej moraš. In je tako, gamblaš, dejansko delaš nič, ne ustvarjaš, Ja. ne učiš se, gamblaš. no losers, only quitters, ali kak je. Ja, jo. Ker veš, pol je folk v minusu, toliko že, da tudi ko hitne v beg, ko folk tako 20 evrov zadane, si že vedno 20 evrov v minusu. Mhm. Ja, ja. Sploh ne naredi več. Ker pol, vedno večji je minus, vedno bolj začnejo možgani tudi. Vse to imamo pol mi tudi pri naših svetovancih, da je ta, ok, jaz imam zdaj 20 evrov minusa in zdaj grem na šiht in pol delam za, a veš, nimam zdaj izobrazbe neke, ne vem, šiht dobim za neko poprečno plačo, ne vem, Jurija 400 neto. Kdaj me 20 evrov odplačal? A veš, ta
pač ne da se mi, a veš, če pa lahko jaz tam, če pa jaz vem, da lahko narekovaj tam. Možno je, Ja. tak si vibe. Mislim, možno je, ampak ni. To si zapovedal ko nekdo, ko več. Ja, ker Saj ja, možno. ja, ja, Itak se bo zgodilo, ne, enkrat se bo. Ker tudi, če se ti bo zgodilo in poplačaš vse, a boš nehal? Te boš po mojem bolj sproščeno nadaljeval. Ja, bolj spoznal, ja, mislim pač, ne, veš, tudi, če bi dejansko prišel bolj v plus neki, ne boš... Če 20 evrov v teden dobiš, pa pokriješ, zakaj ne bi še enkrat zdaj, ko si na nuli? Še Jo, če bi se 20. lahko še, ja. Bom itak na isto, kot sem bil prej, lahko se bom Ja. samo več. Ne? Ja, Pač to ja. je toliko nekih Ja. zank miselnih tudi. Ja. In je isto, ne, če gremo še pol na to temo, ne, malo trgovanja pa kriptovaluta, ne. Mi Se smo zdaj imeli foto tudi- sem Samo zdaj prej zanima še, koliko so se fizične kazinoji, se je to udeležba, zdaj mislim, popularnost kaj znižala, ali se samo še stopnjuje z dodajanjem? Nimam statistike zdaj za to, da bi vedel, koliko je obisk nekih fizičnih padov, Ja. je pa absolutno narastel. Kako pa se recimo kazinoji prilagajajo zdaj današnji družbi? Ziher niso več iste igre, ali so še iste igre? Če, znaš, kam, mislim, kam, imajo nek še promo kampanje, se mi zdi, ampak zdaj ne vem točno kakšna. To je dobro vprašanje, Fest. Kaj zdaj ti narediš, kak nek še kazino v Lipici? Online greš tudi, se tudi lahko, ali pa neki online najdeš, ne. Ali pa pač ja, neke promote, to imajo te zadeve, to je zdaj mogoče anekdotno, ne vem, če je to podatek, ampak ne me presenetilo, če čisto res, ampak tako organiziran prevoz, da v bistvu kazino najame avtobus, da prije pobrat folk in imajo, ne vem, soboto pridite in vas peljemo do kazinoja, pol je tam malo neke, dobiš kavico zastonj, veš, tretma naredijo, da si tako So to delajo, pa mislim, da imaš tudi, ne Da vem, ti- prvih 10 ja. evrov je free, nekako. neke Ti moraš, te, ja, nekaj dobiš, ne. Sam se mi ne zdi, da je to dovolj, da boš nekoga prepričal, da ne mora reči online. Ja. Ali je pa tista varianta, da recimo pri ruleti ali pa pri pokri ali pa kaj so oni, bakarat, da ti vidiš človeka, ko karte meša in nekaj dela, da ni samo online, ne, da so tam nekaj, ampak so tudi to online kozine že naredi, ker Ja, se ja. snema. Ja, da Pač imaš brutalno, človeka tam, ki tudi interaktira mal, ki lahko mu pišeš v chat, a veš, ponavadi je to neka tudi mal vizualno bolj tako, neka urejena oseba, pa mal mogoče flirti oseba, veš, da mal tudi to spodbuja. Ja, Vse v kazino, če greš, tam so tako sami lepi ljudje notne. valjda, namen je, ne, da pač ti tam čas preživiš, ne več časa boš preživel, ne več cache boš dal. In ja, v spletnem okolju se pol to Sem kar razširilo, no. Smo še enega najhujšega, se mi vidi, sports betting, ne. Ja, se še imamo pol polymarket, pa prediction betting, ne, je še zdaj bolj. Ja. Tudi kar delajo, ne, je pač promocija prek streamerjev, ne. V Sloveniji smo imeli, ne vem, če je zdaj še to, ampak eno obdobje, vsi slovenski, mislim, vsi, veliko slovenskih, ne bom rekel vsi, ker niso bili vsi, ampak veliko slovenskih znanih osebnosti na spletu je pač imelo live streame gamblinga. Ja, vse to sem ti razlagal prej za Aiden Rossa, ne, ko je dobil tisto ponudbo, Od brutalno. Kika. A je on Od šel? Kika Ja. in od Stejka. Od Stejka je dobil, mislim, da to bil nek še joint, ne me za besedo, ampak bilo je 100 plus milijonov, je Ja, bilo deal vreden, če da on streamal gamblanje plus dobi cash, ne, za Ja, gamblati. ja. In je pač, In koliko je, Stop. veš, zdaj teorija zarote, to ni zdaj uradni podatek, ampak jaz kot kazino dobim Aiden Rossa in mu dam account. Koliko easy je tam sam dati ne vem, če lahko to, ampak, a veš, to je za teorija zarote, ne? Da pač njegov account večkrat hitne. sem pazi to, imagine, da on ne hitne, ne, tudi če on ne hitne, tudi če on se spali, je smešno, si gledajo ta Ja. slot, si gledajo to in te lahko samo 10krat zgubi, enkrat spali, In je to to. reel in Ja. je to. Ja. In In pač dobiš znaju. svoj klip in je to to. Ja, lahko mu daš isto, pač oni so toliko in kontrol, se mi zdi, da mi je prav vseeno. Ja. Pač ne rabim niti tega narediti, ker lahko to, ne, pač, Tudi kaj je ena mehanika, veš, pri gamblingu in sports bettingu je ta, to prepričanje naše, jaz nekaj vem, kar drugi ne vejo. Ne? Aiden Rossa gledam in sem tako, itak je on, kar nekaj, itak ne ve, kaj dela. Jaz bi vedel, kjero moram karto vzeti. Ali pa, veš, kaj mislim? ja. Ne, jaz imam neko znanje, to je ful velikokrat pri teh naših gamblerjih ali pa sports. Ja, jaz gledam jaz markete poznam ali pa jaz poznam sports ekipe, jaz ful spremljam mnogo, jaz vem, kdo bo zmagal. Right? In pol, ko ne zmagam, je pač vreme krivo, pa je vse ostalo krivo, right? Vedno.
ampak jaz še vedno vem, ne, ta prepričanost vase, da jaz imam neko znanje, ki ga drugi nimajo, to je ful močno pri gamblerjih. Samo jaz nisem odvisen od gamblanja, pa bi vseeno bil tako prepričan, pa jaz verjetno znam več kot nekdo drugi, ne. Kako to spodbiješ? Kako to nekomu spodbiješ? Jaz sem prepričan, jaz vem več o Unitedu, Manchester United in kada on gre zmago, kak ti. A to zdaj karikiraš ali to je resno mnenje? Tako? Karikiram. Okay, kako bi lahko nekdo razmišljal, ne? Se mi zdi, jaz dejansko tako recimo mislim za to odločeno zadevo in se mi zdi, da je to najtežje spodbiti. Pač ti nemaš kontrole nad tem, kaj se bo zgodilo tam, tudi če ti znaš več, ne vem kaj. Ampak to prepričanje pa še vedno se mi zdi, da je trdno v nekom, ne? Da zna več kot nekdo drugi in je tudi mogoče lahko utemeljeno na nek način. Ne? Ni za ono, pa se jaz izmišljujem. To je tudi, veš, to je veliki problem, še posebej pri kakih kriptotraderjih, ki jih imamo pri nas, kjer je nekdo dejansko bil ful uspešen s tem tradanjem in je tudi okolica, veš, od tega imela pasivni profit, ker jim je on dal neki nasvet mogoče, ker je, ne vem, svetoval v nekem momentu in je folk mogoče kupil, naj Ethereum kupim, pa je pol Ethereum strelo gor, ne? In kaj je zdaj kot družba okoli tega človeka? Dam temu človeku, dam to potrditev, ti pa res, ful si dobro to, ful ti dobro, ti znaš to, ti imaš to znanje, right? Če bi imel samo lak, misliš? Ali je imel dejansko kakšno znanje za te kripto? Lahko je, veš, jaz mislim, da pri kripto mogoče na eni točki je še, to je za čist ne jemati tega kot neko študirano znanje ali whatever. Ampak market je pač, na eni točki je bilo easy s tem, zato ker je šlo vse gor čez leta. Right? Tam, ko je bilo 2016, je imelo ta full skok gor, pa ko je bilo pol 2, pač med korono, mislim, da je spet full strelo gor, ne, Bitcoin. In pol pač, če si imel ti Bitcoin, ni bilo like, it went up. Ampak po eni točki pač ta se je že bil skozi prej, ampak je vseeno bil trend nekako gor, je pa pač postal ta market full volabilen. Ne? Še posebej zdaj za temi drugi coini, ki niso Bitcoin, je pač rug pulli, pa tako gre gor, pa šutne dol, pa pol en predsednik nekaj reče, pa spet šutne gor. A veš, ta volabilnost je v bistvu čisti gambling. Ne? Ja, to sem hotel, ne. Če misliš, da je to čisti gambling, ali je neka logika od zadaj, če imate kakšno izkušnjo na logouti z nekom, ko je mogoče na kriptu, kaj? Ja, imamo izkušnjo z nekom, ki je, tudi imamo primere, kjer je folk na začetku bil uspešen s kriptom. Ker kaj se zgodi? Prvo si smart, prvo si tako, investicija, dolgotrajno, ne bom delal prehitrih odločitev, whatever, sem smart. Ampak problem tega je, ker je ta, veš, tako počasi te začne not vleči, ful začneš skupnosti spremljati, right? Na Twitteru spremljati, X-u, whatever, right? Reddit spremljaš, kaj je zdaj novost, kaj bo zdaj ono padlo, v skupnosti padeš. Začnejo se alarmi nastavljati, right? Če to pade po to vrednost, ob 4 zjutraj mi budilka zvoni in grem na komp, ne? Ful postajam not, tem več zaslužim, veš, tudi to je ustaviti se ne zmorem. Imam folk, ki je imel že tudi ful veliko nerealiziranih dobičkov in pač ni vzel ven, ker je tako, ampak lahko pač imam tokrat 10. Pa imam polkrat 10, ampak lahko imam tokrat 10. In problem prije, ker pogosto krat v lifeu, pač life ni linearen, life je lahko tudi, se nam stvari zgodijo, ne? Smrt osebe bližnje, službo zgubim, whatever, neki stresni faktor. In če imam jaz takrat to neko stvar, ki je v bistvu ful zasvoljiva in jo začnem takrat uporabljati mal, ne spet to kot, veš, folk časih v delo ful pade v nekih težkih momentih lifea, ne? Naprimer začnejo ful, to poznamo, nekdo bližnji umre in oseba pač gre v ta produktivni mod, sploh ne procesiram, sam to pa to moram urejati in tak dalje. In če jaz takrat padem v to, pomeni, da je začela biti ta aktivnost trgovanja v bistvu nadomestilo za moje čustveno procesiranje. Pa sem pa cooked. Zato, ker ne več tudi ne bom pametno trgoval, right? Ker začnem biti impulziven, ker začnem biti emocionalen v svojih, sej smo vedno emocionalni v odločitvah, sej niso odločitve, so vedno delno emocionalne, ampak začnem biti nepameten, nepazljiv, nepotrpežljiv, a veš, tako, mudi se mi, mogoče hočem neki hitri fiks tega, ker iščem, spet postane to nadomestilo za dopaminske hite, za odlašanje, za... Kaj pa če ne? Kaj pa če ni to moj beg v stran? Kaj pa če jaz to delam od 20 let naprej,
vse mi zgodi v življenju normalne stvari, ampak vedno isto, ne? In vedno se s tem ukvarjam. Je že to težava. To je tako, če bi jaz recimo vsak dan klikal 20 evrov, jaz delam 10 let, vsak dan dam 20 evrov in klikam 20 evrov. Moj argument ni, da je to takoj samo po sebi nevarno pa tvegano. Okay. Mislim, delamo tvegano stvar, špilamo se malo z ognjem. Moj argument je samo to, da moramo biti ful previdni. Tudi osebnosti, kakve smo, ene osebnosti so ful bolj zasvoljive kot druge. En folk lahko pač gre igrati igrice, pa jih neha igrati. En folk začne igrati League of Legends, 10 let kasneje je pač to, kar dela. Right? Tudi moramo biti malo previdni do sebe, kak je naš odnos do tega. Kak je naš odnos do casha? Right? Kak je naš odnos do... Kak delujemo v krizi? Right? Če zdaj to skozi raste, cool. Zdaj pa naenkrat to pade za 50%. A pa ničarim, a zmorem ta pritisk, a znam s tem delati, veš, ful je tu v bistvu bolj to samorefleksija, pa ka meni to samo preverjanje sebe. Ni moj argument zdaj tu, ker po drugi strani pa mislim super, da folk se obada za svojo finančno neko pismenostjo, pa s finančnimi, veš, tako, to se mi zdi super, da smo zaveščeni o tem, da je denar nekaj, kar je v svetu vseeno finančna stabilnost nekaj, kar rabiš, pa da je to tudi lahko neki način investiranja in tak dalje. Ampak spet, tudi, a veš, kak investitor sem rizičen, v smislu, hočem delati, veš, tvegane stave, ki hitro grejo gor, pa hitro grejo dol, ali sem dolgoročni, ki dam not, pa pustim, da to raste, right? Pri kripto si ful bolj varen kot dolgoročni, zato ker če to spremlja v dnevni bazi, si hitro lahko pečen. Viš, tudi to je, ne, a to zdaj spreverjam, a med sestanki na šihtu, nekaj se dogaja, na WC moram iti, ker moram dati trade gor, ker je nek predsednik nekaj rekel in zdaj je market se na to odzval. Tako da to, veš... To je zdaj že gambling ali je to odvisnost? Samo od kriptota? Je to gambling ali je to odvisnost? A je kripto gambling, ne, zato je že bilo prej. Do neke mere je tudi, valjda. Jaz mislim, da ni, ne. Ja, sej tudi, če ti daješ, a veš, tudi če ti delnice kupuješ, ali pa nekaj, tudi staviš na nek način, da bo star šla na... Ni velika stava, ni igralni avtomat pulam, tudi, veš, čas med akcijo pa rezultatom je zelo lahko dolg, če jaz delnico kupim za 20 let ali whatever, ne. Tako da moramo tudi malo upoštevati ta čas, zato pravim, ko začne to na dnevni bazi biti, ker pomeni to, da je med mojimi akcijami, ko jaz nekaj vplačam, in mojimi rezultati te akcije ful mali čas. Naprimer, igralni avtomati imajo to že 2 akcije na sekundo, v bistvu, 2-krat pulnem ročko v eni sekundi, ne? Kar pomeni, da je ta, veš, ful bolj zasvoljivo posledično, kot pa če jaz vplačam en loto listek, pa čez 2 tedna žrebanje, zvem, če je bilo ali ne. Spravi, ta interval je tudi pomemben. Ja, interval je tudi ful pomemben, ja. Ker se mi zdi, zdaj ti si rekel, da ni... da se ne zdi, da je to gambljanje. Odvisno, kako jemlješ, ne? Tako, samo kako pa bi vzel poker igro, veš kak princip pokera samega, ne? Ja. Tam, to je tudi gambljanje, pač ti si biš boljše, kar te bo zmagal, ampak to je za taka znanost naredila se, da obstajajo knjige o game theory, pač. Teorija igre, kako boš ti dobil največje možnosti za zmago. In to se mi te več ne zdi gambljanje, ker so tudi najboljši igralci vedno še zdaj tam najboljši. Vedno so isti za final table, ne, na koncu. Gambling je loaded mal izraz, right? Ker ko jaz rečem gambling, takoj vsi imamo to je za ta grozna stvar, ko zdaj smo pa zasvojeni, whatever. Gambling je samo, definiram zdaj v tem primeru, kot nekaj, kar ima komponento verjetnosti vgrajeno not. To je to. In ima pač, kripto ima verjetnost not vgrajeno, ne. Tudi ene stvari nam, splošni javnosti, pač nimamo dostopa do enih informacij, ko neki insider trader imajo, naprimer, ne? Tudi za kripto lahko, ne? Tako da tudi to ni, ne igram fair igre, v bistvu, ne? Tudi to moramo malo biti realni do tega. A veš, da ni to, kaj je slovenski izraz, fair playing field, nekaj se že reče? Enakovredno, da bi bilo? Ja, da ni polje enakovredno. Veš, isto športne stave imajo zadaj stavnice, pač en kup nekih računalniških modelov, ko pač marže preračunavajo, da pač na koncu vedno oni so v plusu, tudi na dolgi rok, da že preračunajo, ok, tu lahko toliko zgubimo, tudi če smo napačni, bomo pač tudi toliko dobili, ne. Ja, se ne zdi, da bi lahko nekdo postal dober v kriptotu z nule. Jaz, da bi se danes odločil in čez 2 leti bi bil prav tisto boljši, ne. Tako da je neki
capability, oziroma možnost, da postaneš. Ja, to se strinjamo, to jaz ne negiram tega. Jaz mislim, da je tu lahko postaneš, a veš, se lahko grafe bereš, pa lahko spremljaš marke, pa to. Moja tu sam kaj je to, ful moramo biti previdni, ker se igramo z ognjem mal. Pa ne pravim, da je to zdaj da zaradi tega se ne smemo igrati z ognjem, samo pač moramo biti, ok, kaj mi to pomeni, kaj je moj cilj, kaj je moja izstopna točka, dokot grem, kaj naredim, ko opazim pri sebi, da sem začel to malo kot regulacijo čustveno. Right? A imam sisteme, da to znam pri sebi preverjati, pa ustaviti. Right? Kaj so moje izkušnje iz preteklosti s tem vedenjem? A sem disciplinirana oseba? A znam pri sebi si reči ne, ko je čas, da ne? Veš, ta vprašanja pač bi mogla biti samo zdraven. Samo to argumentiram, ne pravim zdaj, da bi mogli zdaj pa... Ne. Pa se mi zdi vedno, da se o nekih odvisnostih pogovarjamo, že tu, pa me ni dolgo tu, ne? Jaz sem zdaj malo na bolj na novo. Novi. Se mi zdi, da pri odvisnosti, imeli smo odvisnost od pornografije, video sta prejšnjič imela od socialnih medijev, ne? Ja. Kje zdaj označiš, jaz bi pornografijo recimo označil kak rdeč karton, never use, recimo, jaz. Ampak te pa dobimo neke argumente proti, pa če enkrat na teden, enkrat na mesec, če ti je to tako malo, veš, to pa ni, ne, pri vas, recimo v logoutu, pa po mojem imate težje, neki grey area, ne, tak, ker se že zdaj se mi zdi, da se pogovarjamo, ne, ti poveš, da pač moraš biti previden, moraš uravnavati, ne. Nisi tak dunat, ne, ni vaše stališče niti takšno. In je drugačen tudi pristop pri... Mislim, za mladoletne osebe je stališče, pač gambling, ne bi niti legalno ti ne bi smel biti dostopen, ni zato moje mnenje, ne. Sam pač oni kliknejo tam, da so 18, pa pač stran na loada, right? Vedno je tu, naprej, če prije oseba k nam, ki je zasvojena, rečemo z gambling, pol je tu abstinenca potrebna, a veš, to je malo drugačna, naprej pornografija pa gambling sta drugačna iz tega vidika, da premočna stvar je pa, ker je ravno ta komponenta nekih drugih stvari zdraven, ki je lahko cash ali pa spolnost ali pa, veš, drugače, to vseeno je malo močnejša stvar tu zadaj. Več težav bom jaz imel, če sem z gamblingom za svojem 10 let, kot pa če sem z videoigra. Ni nujno, valjda lahko videoigre mi tudi uničijo ful zadev, ampak v splošnem, ker je ta komponenta casha zdraven, veš, velikokrat prije do dolgov, do minusa, do laganja. Ful imajo te osebe, veš, ko so z gamblingom pol tudi zasvojene težave z, naprimer tudi, ne vem, že samo tako prvo delaš na prihajanju rednem, ker tako oseba ne oprišla, a veš, nisi tako, ok, a je zdaj kaj relapse bil, ali je, ne? Da moraš prvo tako spostaviti, da oseba redno začne hoditi, ne? Ker je tudi veliko prikrivanja, ker je velikokrat tu laganje, tudi najbližjim, ne, veš, tu imaš to, pač čez gamam tam 10 ur na dan, pa družina to vidi, se ni za to neka skrivnost, right? Gamljanje imaš pa pol te situacije, ko folk na skrivaj neke jobe upravlja, zato da cash dobi, ker nimajo več dostopa do svojega računa, ker je to nekdo mogel prevzeti in so si pač oni na skrivaj drug račun odprli, ne? Zato lahko še dalje gamljati. A veš, to so pol ful bolj večja nezaupanja tu, večje kršitve nekega odnosov, pa tako, no. Kaj pa... Imate več dela, predvidevam, da več delate s fanti, kot s puncami? Za gambling? Za vse, po moje. Ja, splošnem ni več, se tako počasi uravnoveša to. Sam pač prijo zaradi drugih stvari, ne. Jaz sem danes našel statistiko, da je tu gambling odvisnost. Čisto možno. Moški, ženske, da je ženske, ne vem, 45, moški, 55, tako. Ok, te pa še boljše za moje podsprašanje, kjerega sem imel, kakšno je različna izkušnja, če je različna izkušnja, če delate s puncami ali če delate s fanti. Je, kje druge imate, ne vem, so punce imajo kakšen drugačen pristop do tega, da probajo se te težave rešiti, imajo mogoče boljši uvid, ali imajo fantje po izkušnjah, ali je to isto? Jaz mislim, da ni tu, to je pač odvisno od osebe, to je full odvisno. Ja, nimate neke, da bi bila neka... Ker so tudi, veš, primeri, ko prijo k nam, so neke splošne zadeve, ampak velikokrat so to pač vsak primer je čistko x neka zadeva, ne. Ful je, veš, nijaš, ko folk prije not, ne prije statistika, no, pač prije neka oseba, ko ima zdaj pač x life, x zgodovino, x družino zadaj, x izkušnje, tako. To je mix, to je vedno mix, no. Ker izhajal sem z pornografije, ko smo se glih pogovarjali, tam pa je malo razlika vseeno, ne, malo so nekako drugače, ampak
To je mogoče tudi zaradi tega, ker pornografija ful različne spolne vloge predstavlja. Tam je res specifično tudi to, da se spol je nekaj, kar je tudi del tega vsebine, ki jo konzumiram, ne, da je to veliki del tega. Tako da ja, imamo not skriptom tudi. Če je gambling, pač previdno s temi zadevami, no, to je, veš, folk pač začne. Pa to s kriptotom ste imeli že koga sploh? Ja, ja. Pa imeli smo ljudi, ki so bili na začetku ful uspešni s tem. In glih to je težava, ker pol tudi, veš, folk Pohlep, recimo postaneš pohlepen, recimo je že to... Mislim, tvoja percepcija, kaj je denar, se ful spremeni. A veš, če jaz tam 100 jurje plusa imam, več 100 jurjev plusa, Ja. in pol vse to sprašim, ne? Veš, ker lahko, da je pač tudi lahko, da sem imel srečo. Lahko imam, veš, velikokrat moramo tudi razumeti, da ena komponenta je pač to, lahko da sem pač bil lucky, pa sem pač naredil, pa sem glih kupil tiste 3 meme coine, ki so pač šutnali za 1000-krat gor in je to. In pol imam ta feeling, jaz imam to sposobnost najti the meme coins, ne? In zdaj bom dalje iskal te meme coine, ki jih je itak, ne vem koliko, ena statistika, 5000 vsak dan nastane. In so zdaj pač zgubili ta cash. In zdaj jaz naj grem delat job za jurja v pol na mesec. Na mesec, ne. Ja. Boline. Ja, veš, to je ful težko pol, tako to osebo spraviti. Je, ko je videl, da še da dosti hitreje priti do denara, pa mogoče ni tak čisti gambling, ne. Ker tega sem ko čas pripravljal, nišče ne reče temu tradanju pa temu, da bi bil gambling, ne. Zato, ker se do določene mere slona pove. Največji približek gamblanje je kao toti meme coini, ker tu ne veš, kakšna bo vrednost, ne reš napovedati, ker si odvisen od socialnih omrežij, od tega, kako se to šopa. Sem tudi ostali coini so tudi tak, ne, Bitcoin, Ethereum tudi, zdaj tam nekaj poči nekje. Ampak, ali pa tisti polymarket, to je tisto, ko imaš da, ne, to je tisto, ne. Ja, prediction gambling. Tisto kao tudi face visoko na gamblinge, ampak ti da tisti občutek, mogoče imaš to interne informacije, ki nišče nima, ker recimo koga poznaš, ker se ne vem, o čem se gre, in lahko ti kao si više, imaš večjo možnost, da pravilno odgovoriš, kot nešče, ki nima, ne vem, informacije, ki je bila težko pridobljena. Ni fair v bistvu, ni fair, ne. Ja. Pa tudi problem tega, ne, zdaj sem to situacijo povedal, in kaj zdaj lahko folk sliši? Da se. Jaz pa ne bom, jaz pa če prijem do tega, jaz pa ne bom tega, jaz bom pa smart about it. Ne, spet je ta. Jaz sem pa ta, ki ne bo. Like, dej, ne. Pa se mi zdi, tudi ko si odvisen od nečesa, ni to tako, da bi ti racionalno vedel, da si ti odvisen, in pač to so prav nekši impulzi, občutki. Ja, ni zavedanje. Jaz nimam težav, je mnenje. Jaz nimam tu težav. Ali pa tisto, lahko neham, da hočem, samo zdaj naravim nehati. Ja, ta prepričanja, kar si sami sebi možgani govorijo, zato da lahko nadaljujejo z disfunkcionalnim vedenjem. Vse jaz bi lahko nehal. Pač ti česaš ta dopamin, kakoli je, ne. To imaš ti v možganah, to ni tako, da bi zdaj to bilo nekaj izven tebe. To dejansko v tebi se stvari spremenijo tekom tega, ne. In ti iščeš nekaj, kar pač vodi. In tudi to, ne, zdaj sem ta en primer dal, milijone jih je, ki pač so vsi v ogromnem minusu, ki nikoli ni bilo nekega, a veš, ogromno folka gre direkt v minus, ne gre na ben plus ali whatever, ne, greš direkt ne v minus. Ampak tega ne slišimo, ker tega tudi folk ne bo dajal na sociale, tega ne boš videl kot, a veš, to ni zanimiva zgodba tudi za povedati, ne. Pa misliš, da ful lažejo, to ti recimo, ne, jaz poznam ful ljudi, ki pač to se ukvarja s tradanjem, ne. Ja. Misliš, da se ti lažejo, ne, ful zaslužim. Ker jaz si, ki poznam, mi govorijo, ja, ful zaslužim. Ja, sej... Samo zdaj pa se mi pogovarjamo, da jih ful zgubi, ne. Ja. Ki so to ti ljudje, ki zgubijo, ne. Ja, a ti bo folk, ki ful zgubi, povedal to? To glih, ne. Ne bo ti povedal. Ali bi lažejo, ali... Ne, sem ti moraš gledati, da za vsakega enega, ki mogoče ima neki, right, se cash ne nastane iz nič. To, da imam jaz full casha, je nekdo mogel ves ta cash zgubiti. Ja. Right, to je moglo nekje priti do mene, ne. Nismo zdaj vsi ustvarili value, right. Samo zakaj so vsi moji kolegi kao uspešni? Ja. Pa sem mogoče moraš njih imeti na podcastu. Ne, jaz se njih spraševal, so me že zamikali.
Ti je pa to res tako iz odmora priti, ali kaj, ne? Ja, Pa sem jih že spraševal, kdaj boš me malo naučil, boš se malo sedel. no, zakaj pa te niso? Ne vem. Ne vem. Mogoče bi mogel... Mogoče preveriti, ja. Ne, pač to je vedno pač statistično, da gre skozi. Nekdo mora izgubiti. Nekdo mora izgubiti, ne. Ja. In je to več vse isto z temi streaming karierami. Ja, onemu pa je uspelo, pa on ima zdaj milijone ogledov, pa to. Ja, okej, tam imaš pa 10 milijonov streamerov na Twitchu, ki imajo 2 gledalca, če imajo srečo. Mogoče verjetno imajo nič. Ful to je tudi ta del tega interneta, ki pač ta vedno prijejo novice šokantne na vrh. In pol slišimo te zgodbe o uspehih, ne slišiš pa tisto nas niti ne zanima. Ja, samo to sem pri sebi videl, ker ti, sorry, Lan, samo to prav zdaj, ker pri sebi vidim, da postajem recimo malo, ne depresiven, ampak tako malo, jaz dejansko nič nimam, ne. Ja, ker vidim onega milijonarja, on je 18, pa je tam, ne vem, dobo, ne vem kaj, vse malo Lamboja, pač. Ampak to so stvari, ker jaz, če racionalno pogledam, se tako razumem, kaj se dogaja, razumem, da so to novice, ker samo pridejo do mene. Čustvena stvar je to, ja. Ja, ker jaz to razumem, ampak ko pa imam day-to-day life, ne vem, se vse na več se pogledam malo reela, se tako, jaz sem loser, ne. Ampak tak, ne tisto, da bi jaz prav rekel sam sebi loser, ampak nekaj mi ne paše tu z mojim primerjava socialna. Najkrat se ti primerjaš s celim svetom, ne primerjaš se več s svojim dejanskim bližnjim socialnim okoljem, kar je včasih bilo, pač tvojih 30 folka okrog tebe, zdaj se ti primerjaš z karkoli ti delaš, bo nekdo tam zunaj delal 500-krat boljše od tebe. In je tako naenkrat, zakaj, veš, in to tudi ful demotivira. Na to me motivira, zdaj, da sem pa jaz tudi imel Lambo ta nujno. Ampak me tako, kaj jaz delam narobe, zakaj jaz nijam, sem jaz butast, sem jaz loser, zakaj z tega ne znam, če pa jaz vem, da je AI prišel ven, pa nisem tega izkoristil, kaj sem malo narobe. A veš, ful digitalno okolje to pri nas potencira. Ja, pa se mi ne zdi, da bi bil len, ne, recimo, ampak že ta medicinski del z mojega faksa, če gledam karkoli na internetu, karkoli se mi zdi, da so vsi taki znalci proti meni, ki so toliko stari kak jaz, ko mi je noro, ne, ampak se mi zdi, da delam jaz tu in nekaj na tem faksu, ne, se potrudim, se učim. Ampak ker to, ko me dobijo tak, ko nisem pozoren, sem samo, jaz nisem dovolj. Ker tudi to je, veš, te vsebine te dobijo ponovadi glih tistih momentih, ker jih gremo takrat gledati, ko sem je mal bedno, mal dolg čas, mal neprijetno. Na WC-ju sedim, pa sem shit, jutri imam to zadevo, moramo narediti. In pol gledam tam neki in pol me oni hitne z, jaz sem pa pri 15 sem razvil zdravilo za ne vem kaj. Ja. Pa toga, ker je tudi veliki, po moje, isto kak je gamberski, pa ta svet je ta medicinski tudi gromozanski, ne, ko je toliko kontenta, da da smo in kjera, veš, po drugi strani, kjera, veš, tako prav mal žalosten sem, ko slišim, tako da sam zase rečeš, veš, koliko kritike vržem nase, zaradi tega, ker pač tam sem bombardiran z nekimi stvarmi, ki tudi niso nujno sploh realne, lahko pač je vse skupaj izmišljeno, karkoli vidiš, ne. Veš, isto, ko imaš jaz pa delam 15,000 evrov profita vsak dan s TikTok videi, ne? Neke, whatever, ne? Ali pa e-commerce. Minecraft igra. Ja, spodaj daš, se čist easy, jaz 3 ure delam na dan, da Minecraft video, pa podcast, klip gor in zdaj imam, ne? Ki ni, sploh, ne vem, a je to zbog res, ali ti pač farmaš to, da farmaš to, ne? A veš, ampak jaz, ko to vidim, sem tako, kaj je z malo narobe? Jaz nijam še 15 jurjev vsak dan, koliko sem jaz? In to tudi mi opažamo, ne, pri tej generaciji mladi, da je ful ta pressure, moram že imeti, pri 18 moram jaz imeti že biznis, jaz moram ono imeti, jaz moram tisto imeti, jaz sem failure v lifeu. In je tako, dude, 16 star, v šolo moraš hoditi, malo se socializiraj, pa spi dost, pa si pred svojimi vrstniki by far. Tako, veš, ta ful dajemo pressure na sebe. Se po mojem, mi tudi ful gremo skozi to že. Ker jaz, ko se s kolegi pogovarjam, se to je že tako, ne vem, jaz sem zdaj 24 star, ne. Začneš misliti, da bi že lahko nekaj imel to, kaj bi pokazal, ne. Tako, Pa si misliš, te pa si začneš računati, čakaj, zdaj sem 24, koliko je to cajta bilo zdaj, dosti cajta, če tako gledaš, 40 let pa imam delo. Torej še krat 2, koliko sem zdaj živel. Mislim,
Ne imel te časa, ne vem, časa dobiti, če že ti je to taka velika želja, ne? Ne vem, dosti keša ali pa kaj, imaš ogromno časa še oprosti, ne? Ampak, če pa je 1-2 leti mlajši, tam prišel z fucking... Zdaj sem videl ful na socialnih omrežjih, da je na začetku je klip, star sem 21 let, imam Lambota, te pa črno-belo se ekran pobarva, pa začne, ne, to ni realnost. Da je začela ta protival. Evo, poprejšnji Molenar je star, ne vem, 55 let, ne 21. Veš, te pa ti to... Tako reality check malo, ne. To mi je okej, to mi je bilo dansko, ko sem prvič videl, mi je bilo cool, da... A veš... Da mi šeraj algoritem. Da si prilagodiš malo, ne, da se nauči algoritem, ja. Ne, ker veš, tudi to je ta, veš, ne, podcast dela to, veš, to je tudi nek trud. To je nekaj, moraš organizirati, nek folk moraš kontaktirati, pogovarjati se, temo moraš raziskati malo. Veš, to je ful neke energije, right? Ni to samoumevno. In pa je, ampak nijemo dosto gledov. Ampak ni dost, ne vem, karikiram, right? Ne vem, kaj vajne interne so vprašanje glede tega, right? Ne vem, ni grafična podoba, bi lahko bila mogoče, pa ono, pa tisto, pa goste, moramo nekaj. A veš, ta konstanten moram, ne vem, nikoli ni dost. Karkoli naredim, ni dost. Všeč mi je, ko mi je šel ta podcast, da je na koncu neki ampak veš, full internet to spodbuja ta... Ja, in po mojem se vi z njim zelo preveč ukvarjate tudi, ne? Ampak mogoče pa ne. Če je nekdo v videoigrah tak full, se vam zdi, da imajo ta neki outside, ne vem. Outside, kaj misliš to, da je to, ko smo se zdaj pogovarjali, ne? Zdaj, če je moj, zdaj govorimo o ekstremu, ne? Zdaj, če sem jaz odvisen od videoiger, jaz igram Skywars 15 ur na dan, ne? Ne vem, kako to gre skup? Kje se jaz primerjam, s kom se jaz primerjam, pač, kaj mi je bad, če, ne vem, kako bi povedal. Sej ni, zdaj sem to, kar sem zdaj opisal, je ful značilno posebej za ta gambling svet, pa ta kripto svet. Right? FOMO imamo vsi, ker nismo 2009 Bitcoina kupili, ne? Ko sem razmišljal, pa se sem vejal, pa zakaj nisem kupil, veš ta, ne? Kaj pa pač pri videoigrah velikokrat je pa pač iz tega vidika to, ker vidijo streamerje, ne? To je pol moj, na tak način prije do tega, ne? Jaz bom youtuber, jaz bom streamer, jaz ne rabim šole. Sam rabim dober mikrofon, kupi si dober mikrofon. Zdaj pa rabim laptop boljši, ker ta ne dela. Rabim namiznikom, rabim naročnino mesečno. Rabim, konstantno tako, nikoli ni, itak to je pol bolj že govorimo o prokrastinaciji, right? Nikoli ne zaštartam dejansko, vedno sam prokrastiniram, ne? Nikoli ne grem v akcijo dejansko. In je pol lahko isto, ne, zdaj imam pa, ne vem, veš, tudi ta monetizacija hobija, je pol ena stvar na netu, ki je ful. Snemam videe za Minecraft. Right? A jih snemam zato, ker mi je fajn, pa zato, da imajo kolegi se nečemu malo zasmejati, pa zato, da ustvarjam nekaj. Ne, vedno je zdaj v zadju, ampak enega dne pa mogoče 100 subscriberov, pa 200, pa pol bom biznis delal iz tega. Tudi mogoče ima ta video, ne vem, zdaj to zdaj domneva, right? Ampak lahko v vsakem tem kreativnem procesu se mi zdi, da danes je net ful nas to naučil, da zdaj delamo podcast, zdaj mora biti to, mora nastati nekaj iz tega. Samo se težko ogneš tega, ne? Ja, ful se težko ogneš. Ko nekaj ustvariš tako in ne dobiš tako nazaj, vidva so dosti dlje časa v tem, ne, kak jaz. Ampak že zdaj, recimo, sem gledal, koliko je bilo kaj lajkov, koliko je bilo ogledov, me zanimalo. Ja, dobro, sem tudi na začetku. Exactly. Jaz povem, po resnici, zdaj, jaz ki za 2 leti delam to, ne? Ja. Sploh se ne več sekiram, koliko časa. Ful dobro. Mi s Podregom smo tudi taki osebi, ki smo se že na začetku rekla, podcast pa denar, to Slovenije nekako ne gre skup. Zakaj ima storila podcast, či en lajka, smo enemu polepšala dan, pa en je nekaj od te epizode odnesel. In že to nama zadovoljstvo in trenutno, na začetku nama bila meja, 500 gledal. Zdaj nama je tista meja, za kjer smo zadovoljiva, 1000, ne? To priznava. To smo se zadnjič glih menila, toti teden smo se menila. 1000 se nama je dvignila za to ta želja. Ampak še vedno pa smo še kar skromna, se mi vidi, da dokič en pogleda, še vedno win, po mojem. Se to je ta internetna mantra, ne, if you're not growing, you're dying. Če rasteš, pač umiraš. In je to gambling, like to, ne, če gremo nazaj na te tematike časa na spletu, je to, mislim, dobro, da smo že malo v kreativnem procesu ustvarjanja, ampak ta konstantna
Ja. Dej, kje pa gledaš te zadeve, te videe, ko v zdravnikih, ko imaš to Reelse? Ja, Reelse na YouTubeu mi odpre, ne vem, To je bila ti Day in the zanimiva. life of a 25-year-old Ja. heart surgeon. Dej probaj, da prav daš da nočeš tega kontenta, a veš, da si označiš. Reportaž lahko. Vidiš, te pa tako... Ne, lahko tam daš, mislim, da not interested imajo to zdaj, da pač me ne zanima ta kontent, pa ga v bistvu namenoma prilagajaš. To pa nisem vedel, Ja. da to Ja. Tam, ko so one 3 pikice, recimo na Gor Reelsih. klikneš, Pa daš, ne zanima me to, da ga Ok. ti namenoma tako, dej, pusti mi. Ker veš, kaj pa sem jaz našel, kako lažje to. Jaz sem kolegu rekel, danes ti 100 reelov spamu, samo to, kaj čem videti. Mislim, Ja. samo da si spucam for you page. Ja. In sem mu šel po, ne vem, nekaj, ne vem, živali, Sam, recimo. A veš, kaj je to, a ni to bizarno, da moraš to delati, da živimo v dobi, Ja, kjer je tvoja aktivnost, čakaj, svoj letni spucanje logaritma. A ni to bizarna Dansko aktivnost? palilo, no. Dansko palilo. Ja, in da deluje pol, ne, da si ti bil tako, ok, zdaj imam svoj, zdaj moram. Jaz najbolj, to sem mu spamal, avte sem mu spamal, športne avte, to je zdaj, imaš Ja, lepo to je for you taki, page, ja. ok, lepo zgleda, ni zdaj nekih punc pa tega, ne? Ja, rešiš si situacijo, ampak si delo, ne? Si šel na njivo in si ampak si kopal. mogel, dobesedno, jaz si mogel pač na črtno aktivnost med. Veš, če bi 20 let nazaj ti razlagal nekomu, zdaj pa imam svoj letni pucanje algoritma, bi si fam tako. Ja, res je, ja. Ampak vidiš spet tudi, ne, avto si omenil, tudi lahko, ne, kaj se lahko spet z avti zgodi, nič, nek 15-letnik ima tam nekega McLarena in pa si ti tako, Ja, spet ti prijem prijem. z svojim Peugeotom 206, ko se Se je spet prijeti, bolj na Ford misel, Focus. da bom jaz to lahko imel, bom lahko da to imel, kaj moram narediti, da bom to imel. Ja. Ne. Te pa začneš spet gledati How to get rich. Ja, in pol je ura, ne, in pol se pa to, veš, to je tudi digitalni prostor težava, right? Ker težave, ki jih malo povzroči, ki je to, da pred časa brežim gor, pa zanemarjam mogoče druga področja, se začne prodajati kot rešitev tudi teh zadev. Ja. Ne? Kaj to pomeni? Ja, nič, zdaj nimam cache ali pa malo sem zgubljen, ne vem, kaj bi naj delal v lifeu in je tako, sej, normalen 16-letnik si, normalno je, da ne veš, kam bo šel, pa da si zmeden, to je ok. Verjel si, sam spi dost, šolo delaj, pa socializiraj, zdaj pa si good. Ampak ne, jaz rajem rešitev tega in zdaj grem ob 2 ponoči, namesto da bi spal, gledam tam, how make money quick, Ja. best career 2027, Ja. AI, In to ti Iman Gaci šopa. Ja. Zdaj ga že vidim. Če, ker je to z očami, Ja, ne. brado. Ne vem, kako bi ti ga opisal, ampak pač to tega mi je zdaj full šopa. To je neki ne vem. Mislim, ko meni kaj- isto, ko ima zdaj v nedeljo, ima Ja, neki beginning, kako Koliko je to? 370 € na dan, ja, nekaj. to meni tudi To mi šopa na Instagramu je Ja. frano zdaj. Pa ne vem, kako je to možno, koliko je človek mogel dati denara, ker sem videl tudi pri Cimri, ko je bil na telefonu, mu je to ti prišel gor. Ja. Ja, Meni pač tudi. plačal za marketing in se Gas, pač ne. puša. Ja. Po moje dobiš od tega zasluži. Ne vem, milijon je dal v marketing, pa zdaj toliko totih, veš, 16-letnikov nabere na svojo stran, ki mu plačajo, ne vem, za, kako se temu reče, da on... Tečaj. Tečaje, ja. Tečaje. In Ja. če si on... In to je tudi pol del te kripto pa te zadeve, ne? Da imaš pa še to aspekt zdravem. Ne? Zdaj pa ti plačaj 300 € na mesec, pa priješ v naš Discord, kjer pa mi... Pač no escape. Ja. Težko sploh. Namenoma te vleče svet pol nazaj not tudi, ne? Moraš biti kar, po moje, karakter. Da dan danes sem to tem, kako se reče? Distrakcijam. Ja, zamotim. Ja. Ne. Da se Samotiš. upiraš temu, da se zavedaš. Beseda. Mislim, da ni beseda. Zamotitve ni beseda. Ja, da lahko to... Kontriraš temu nekako. Ja, samo to veš, vse so to take male stvari, ful podcenjujemo, koliko lahko pomagajo. To, da na WC odvajam telefona ven. Pa da ne gledam YouTube, ko jem. To je Ja. naslednji korak. Pač ful se zdi mala stvar. Moraš. Ne, zdaj, Ne, jaz ne. ne študiral to, ko si WC rekel. To pa imam po mojem malo problem, ja. Ker ne vem, če sem kdaj... Samo pet minut- ne gledate YouTube, ko jaz tam, recimo sama, doma. Si nareč nekaj, pa bi si dal neko serijo YouTube. Jaz sem začel to v svojem mesečnem letos trackerju dodajati not prav kategorijo imam WC brez telefona.
da prav nijem, da pa vsi pol. Kaj imaš Excel tabelo, pa si Excel kljukaš. tabela, Google Docs, whatever. Ja. In pol pač kljukaš na konc dneva na vode in pol pač to zeleno s- ali pa rdečo. Pa to jaz delam isto. No, ja. Samo nimam to, veste, Ja. ja nimam. Mislim, to mogoče, veš, pa ful pomaga pač, da neko, pač, veš, to nismo, kar si rekel, je res, ful smo težko imun na neko uporabo naprav. Ful so dobre naprave postale v tem, da nam vzamejo vsaki možen mali moment. Zobe umijamo, pa vzameš zraven YouTube. Pa greš po tuš, pa si folk da YouTube posnetek v ozadju, right? Pa greš na semafor, pa vzameš ven telefon. Like, ful imamo tega konstantno. Folk že zdaj YouTube gleda med vožnjo. Delam to, ja. Jaz pa imam te spet drugi izgovor, ne? Ker se recimo učim, imamo po več intervalov učenja, recimo 3 mesece po zimi, 3 mesece po leti, kao izpitna fora. Ja. In sem tak, joj, se zdaj, ko bo izpitno, zdaj spet ne bom mogel gledati rila, ko bom si prav zobe, ker bom takoj mogel iti nazaj se učiti, ne. Kao. In te si to dam neki, še sam sebi dam mehanizem, ko si lažem, ne. In tudi to, da gledam YouTube med tem, ko jem, ne. Ker pač ne bom mogel drugače gledati tega, ki bi rad gledal malo, ne. Ne morem, lahko samo med hrano. In tako si te, še poleg tega, da te itak šopajo vseh strani, še sam sebi malo se poboljšaš, pa se veš, vse je okay. Ker je, veš, vse tudi fora, digitalni svet je dober umik je. A veš, gaming, YouTube pa to, je pač ful efektiven umik je. Nekaj me daje in jaz, ko to priklopim, je moj neprijetno čustvo res gremo na stran. Ful je dobro v tem, kar dela, pač predobro je, ne? In moramo v bistvu zdaj postati te posamezniki, ki namenoma se izpostavljamo neprijetnosti, zato da sploh kaj predelamo, pa da postanemo bolj čustveno, veš, stabilni. Pa. Tako dobesedno moram namenoma ne uporabljati telefona med hrano. In pol je folk, ampak pol je mi bedno. Ja. The point. That's the point. Right? Ja, to. Ne. To je point. Ja. Zdaj sem gledal Star Wars, ko sem jedel, vsaj nekaj sem delal. Ko si gledal Star Wars? Ja. Film ali nekaj serije? Filme, ja, od prvega. Ko si jedel. Ko sem jedel, ja. Tako po odsekih. 15 minut. Ali tako cel film. Ja, na ne, en znaš, obrok. kako ti si ne reči nekaj za jesti, gledaš pol ure in te pač gledaš še pol ure, ne? Aha, okej. Ko prebavljaš. Torej, ti si, ko si šel jesti, si pogledal pol cel film, pa magari nisi, pa si jedel samo 10 minut, pa si vseeno cel film pogledal? Ali si Recimo, prekinil? ne celega, ampak pol, recimo, ko Ok. sem te nekaj mogel iti ali pa kakoli, ampak ja. Jaz ti To mi- predlagam, da preklopiš na Frence, to ti je 15 Oh, minutna ko epizoda, Friends. ta čas glih poješ, kaj si končal ena epizoda. Ali pa sam ješ. Ali pa samo jem in okušam, ne? To bi bilo najboljše, ko bi se samo osredotočil na to, kar jem, pač. Ampak, a veš, a ni to ful zanimivo, da je to postalo v naši dobi, da je to ta strah, ideja, da jaz jem brez, da je to mi strašno. Da je to Bizarno, tako, pa če to zdaj na glas govorim, in prav mi je... ja, da je prav ta, ne vem, če bom lahko. A veš, ja, ja. ne? Koliko v bistvu smo postali navajeni na to, da ta čustva reguliramo nos naprav, ne? Vse avtomatsko že telo, ne vem, zgrabi telefon, da Ja. greš na vec. Ja, To smo se zadnjič glih z Julijo pogovarjali, da imaš tisti ta Klik, ship, ja. ne Koliko vem, krat čekiraš, da folk v bistvu ful... Ja, pa recimo Ja. notificationsi, kakšna bedarija je to, so nepotrebni notificationsi, Ja. da te dansko te zbudi. Telefon ti pove, da ga prijeti v roke, Ja. namesto da bi to bila tvoja odločitev v bistvu. Tako, ne. tako je. Nisi več ti v nadzoru, telefon je v nadzoru Ja. tebe, ne. Tam. Tako da zgasni notifications na nepotrebnih stvareh. Ja, Ja. če meni To pošiljajo. takoj narejo. Ja. Meni so zdaj pošiljali tik pred podcastom, so mi poslali geme pri tenis igri, pač pri 1-2 sta igrala, ko jiva followam na sofa skoro in je bilo ne 5-4, 5-2, 5. Ja. Kam ima to znanost? dobo notifikacijo, ali kaj? Za vsak game, ja mislim, Ja. en game traja nekaj časa. Ja, ne, aha, no. za vsak, ja, za vsak... In jaz sem to gledal, kam je to zmalo? Veš, ni ja. da tam igrata v Madridu en meč, pa saj me zanima, sam je cool gledati šport, samo kam je zdaj to v tem trenutku zmalo? Jaz sem si to sem jaz tudi pri sofa skoraj imel jaz isto, Mm. pa sem imel La Ligo ali kaj sem follował. In mi je za vsako tekmo javljalo, ne. Mm. Pa jaz nisem eno leto pogruntal, da meni to vsako, pač zdaj to čekiram. Pač ne. avtomatsko je bilo, Ja, ne. zadnjič gledam, pa zdaj pa imam dovolj tega. Koliko notifications se jaz na dan dobim čez vikend, Ja. da vidim te nepotrebne informacije, ki me oni šupajo, pa kdo je dober rdečega, pa kdo je zdaj nabo igral, pa kdo se je poškodoval. Zdaj pa dodaj te aplikaciji, pa tem notifikacijam dodaj, da še gamla zraven postaviš na šport. Ja, ja.
Čem? Pa še kaj je kripto, da ti tudi Da imaš kripto padlo. tudi, ja, da imaš Ker- to skozi spremljaš, ne? Pa čas imel sošolca, tu na faksu, na dodiplomci, ko je dansko, med predavanji cel cent ne gledal v telefone. Pa tega jaz enkrat, to smo bili prvi letnik, pa kaj te gledaš ti trko? Ja, to gledam, kako niha, to Ja, ne vem, jaz sploh ne vem. Whatever, ja. Da pač on vzame takoj ven takrat, ko pač on prebere to napove, ne, da se kao napovedati to nekako po nekih zaporedih. Sam, viš, kje sem jaz v prostoru, a sem jaz zdaj sploh v prostoru, a veš? Zanima me, če on to še danes to dela. Ja. To me zanima. Meni Lahko zdi, če vprašaš. mogoče ugotovo, ko 15 ur na dan gleda v telefon, pa dejansko ne zna, 2 telefona, ja. kje je, ne, pač tako je povedal roke, ne, pač, kje sem zdaj dejansko, če Ja. sem, nekako že smo postali čist približani s tem ekranom, na način, ko ni pomembno, kje sem, ker imam ta ekran tu. To je tudi ta, ja, da realni svet je zdaj postal ta rudnik, kamor grem po content, da ga peljem v realni svet, ki je pa zdaj digitalni. Če kažeš, da je to, da je svet stran od zaslona v bistvu postal content farm za vsebino. Imaš prav. Digitalni svet je pa zdaj realni svet, kamor jaz prinesem zdaj to vsebino, ki z njo na farmo v realnem svetu. Ne? Slabo. Dansko imaš prav, ja. Ja, se to je ta IRL streami so full to začeli dobesedno jemati, ne, grem v svet, gremo. Zato je zdaj tudi ta trend na, se je bil en cajt, se mogoče ste videla, ta raw dogging IRL. Poznaš ta izraz? Ja, Kaj? daj mi en primer. Da pač greš na letalo in preživiš let, brez da si na slušalkah, itak, brez da bereš knjigo. To gre v ekstreme, ja, brez vode, brez hrane, brez slušalk, brez kao raw doggaš. Ja, raw doggaš, ja. Veš, kada je IRL rabi zdaj oznako. Vsake še, ta svet stran od zaslona je tisti z oznako. Ni default svet, ampak to je ta, ki ga, ki ima drugačno oznako od... Samo meni so bili eni IRL streami, to še povem, Tyler One, veš, kjer je? Ko je LOL pa pol šah streamal. Ja, te pa je šel IRL, mislim, IRL je imel mes in meni je bilo to, jaz sem se še nikoli v life ne tako fej smejal, ne, in to pomeni, da ima neko dodano vrednost za meni, ne, ker mi je funny, pa mi je smešno in prav mi poboljša dan, ko se spomnim, kaj je ta človek naredil, ne. Ja, on je pač, to je stvar, ne, da te streamerji so velikokrat pač tudi zelo karizmatične osebnosti, ne. Zdaj dodaš, torej kaj dodaš? Karizmatično osebnost, igro, ki me zanima, lahko, neko znanje dobim tam, neki igralec je, ki ima neke strategije, pa me zanima, community je, ne? Torej lahko jaz na chat napišem, mogoče bo Tyler moje sporočilo prebral, oh my god, ne? Ja, skoro nisem, si mu pisal kdaj? Ne, to pa nikoli nisem razumel, ker tako sem prej govoril tisto, kaj imate ta dva, ko tenis igrate z mano, pa če jaz sedim v sobi in pišem v chat nekomu, ko je 1500 km stran od mene in bo prebral in bom se jaz dobro počutil. In ko sem to tako malo si zložil na mizo, ko sem kakšen stream gledal, slabo počutil glede sebe, da bi to naredil. Ni mi bilo, nisem mogel razumeti tisto, ko pišejo not, kaj so že ovi emoji, PogChamp, stari. To me težko mi je bilo te ljudi, prav sem si mislil, Kjer je bila moja meja, mobilni gameri na odru, je bila tvoja meja pisanje live chat. Ja, valjda ima to neko, veš, vse do neke mere, pač vse mogoče neke potreba, veš, potreba po skupnosti, po zabavi je, po tudi mogoče vzornikih lahko, po nekem entertainmentu, po vseh teh zadevah vse. Zdaj pa samo spet je to vprašanje, ali to ogroža druge zadeve, a jaz preživim na live streamu cel cajt, a jaz ne interaktiram z drugim folkom zaradi tega, a je to moji prijatelji so kao te, ki so v skupnosti. Te zaprijemo nazaj, se mi zdi, do tega. Ja. Nekako previdna raba ali... Ja. Vse to je veš prej, ko smo govorili, ko si rekel to, kje je zdaj ta meja, da zdaj neke, right, a je zdaj, a lahko malo kriptotredam, ali ne smem nič kriptotredati. Pač pri vseh veliko teh zadevah internetnih je pač ta odgovor, ki pač ljudem tudi ni nam blizu, radi imamo ekstreme, radi imamo, da nam nekdo reče, ja, lahko gemlaš, ali pa ne, nič ne smeš gemlati, right? Ker to je, ekstremi so easy, right? Grem v puno ali pa grem v nič, ampak je kot vsemi stvarmi v lifeu je pač ravnotežje,
valjda tudi, če jaz knjige bral 15 ur na dan, bo verjetno to vplivalo na moj socialni life, na moje gibanje, na moje prehranske navade, na job, če to delam na jobu, je tudi spet reko ravnotežje. A bo knjiga isto zasvoljiva? Ne, ker nima istih elementov, kot smo jih prej naštevali, ampak lahko pa vseeno spet ogroža neke zadeve. Tako da vedno je to malo postopek ravnovesja, kje sem jaz, kaj meni to pomeni, kak ima okolica to vidi, preverjanje. To. Kako smo mi časovno? Dobro. Patrik me je že klical. Si zadovoljen? S čim? Z Pogovorom? Fest. Še kaj? Smo fajn. Bi kaj ti izpostavil, mogoče še koga, kakšen shoutout? Kakšni modrost, Modrost, rajši modrost. Modrost za intro. Mogoče imaš kakšen Clip projekt? farming, ne? Gremo clip farmati. Moram neko ful kontroverzno stvar reči. Jaz sem se zdaj spomnil, tisto, ko si rekel, da narava zdaj ne za farmanje, pa pol to preneseš ti na digitalni. Da greš tja po content, da ga Tako. neseš v kao. To sem jaz full insight htel, pač jaz sem imel oboževalec narave in sem htel drugim pokazati na socialnih mrežjih, kako je to fajn. Ne? In ugotoviš, ko sem se s tem ukvarjal, koliko enega brez enega časa tebi to snemanje, vse kamero to postaviti, ja, pa te hoditi, pa sebe, pa nazaj se vračati, pa veš, da ni vredno. Pač, da je lahko to tvoja stvar, ki ne rabi biti ne rabim jaz drugih prepričevati, da vidijo, da je to vredno. Da je to tebi vredno. Samo, ko vidiš ti nekaj kulskega, recimo zdaj, jaz bi šel na Japonsko in bi videl nekaj tam, moj instant reaction je, da poslikam. Pač jaz ne bi rad, to podoživljal, imel pri sebi, ok, to je zdaj z mano in to je to, ampak imam takoj nujno, če jaz moram to poslikati, ker mu to ali objavil, ali nekaj bo kazal. To bi se raznebil. Kupi se neko tudi samo kamero dispozel. Te so full cool, zdaj. One retro, a sta videla teže zdaj? Retro, te male digitalne, ko ima te kao ta old school film, ta iz 2000 leta. Ja, sem videl, To se mi zdi ena taka dobra rešitev za te zadeve. Fotkneš, pa si razvijaš, pa si daš v album. Jaz si to zdaj tak recimo delam, ker seveda se tudi slikam s telefonom, kaj ne. Itak. Ja, pa je bilo recimo fajn, pozabil sem že, leto nazaj smo se hecali nekaj študentov, pa smo tako posneli, kako gremo mi na lučke. Pa smo rekli, bomo za en mini vlog posneli. In zadnjič smo šla s Patrikom skozi toti disk, jaz živim tu študent, toti pa tudi dotom, kaj ti je tu not? Kliknem, pa mi je bilo tako nice, pač dober spomin. Da imaš to stanje. Ja. Res je bilo, tako podoživiš to, pa to so bili fajn časi, čeprav se ti takrat mogoče ne zdijo nič posebnega. Pojameš nekaj, pa naraš objaviti. Ja. Jaz imam te neki back pressure, da jaz moram zdaj nekaj share z mojega lifea, da bom nekaj dal nekam, da bo nekdo videl. In jaz se racionalno zavedam, da jaz tega ne rabim, ampak neko dobim od zadaj. Viš, ampak spet to je čustvo. Ja, veš zakaj, po moje, zaradi ker viš druge dodajo. Tudi, ja, pa tudi čustveno vprašanje, veš, to ni racionalno vprašanje, to je zate čustveno. Veš, kaj iščem, kaj se mi zdi, da rabim, kaj mogoče dobim s tem, ko dam to gor. Ker nekaj dobim, Vidite, fiks, to sem brsko pri sebi, sem videl, nekaj dejansko nekaj rabim. In veš, vse to je pol ta, mogoče malo cringe zveni, ampak veš, FOMO, fear of missing out, strah pred tem, da nekaj zamudil, kao pol so začeli na eni točki, zdaj že to tako zamrlo, JOMO, joy of missing out, right? Da najdeš, da je ta, lahko zamudim, da zamudim. To je okej. To je povedal Cillian Murphy, da ni v Christopher Nolan filmi zdaj. Joy of missing out, da lahko gledal en film brez njega. Da je okej, da tudi kaj zamudimo. To je okej. To je mogoče dobra zadnja modrost. Ali imaš še projekte, ko bi jih izpostavil? Nič, povabil bi, če kdo rabi pomoč pri teh zadevah. Imamo zdaj v Mariboru, smo aktivni, tako da pridite, ful smo veseli odraslih oseb, ker se da tudi ful lepo delati z odraslimi. Verjetno je tudi vajna demografika bolj odrasli folk. Ne vemo, zaradi tega, ker isto ima YouTube tisti restriction, ne?
Jaz sem tudi, da sem bil 12, sem dal 18, Ja, ko sem bil na YouTube. Ne. No, zelo smo veseli, kadar kdo prije z motivacijo, kjerkoli starosti zase. To je primerjava. Ja. Tako da dobrodošli pri nas na Logoutu v Mariboru. Hvala ti, Rok, za Hvala vam, super. družbo. Pa smo se imeli, po moje. Držite se, pa WC brez telefona, ne? Tako, to je za prvo, kaj Prvi prijem. Na vrtu pa hrana. Hvala.